Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Smo v živo na YouTubu, lepo pozdravljeni. Danes je z nami Andraž Grahek, redni gost podcasta MoneyHow, nekdanji upravljalec premoženja, analitik, investitor, tudi v alternativne naložbe, startupe. Skratka, dobrodošli v današnjem epizodi. Andraž, zdravo. Živijo. Zdravo. Danes je v bistvu kar tako zanimivo dogajanje na borznem parketu. Lahko rečem, da se oglašava sredi tega vročega popoldneva, pravzaprav sredi v bistvu borzne nevihte, recimo temu, ali pa viharja. Poletne nevihte. Okay. Poletna nevihta. Dobivam notifikatione, tako res dežujejo, za koliko so se zrušile nekatere delnice, res analize, komentarji iz vseh možnih medijev, CNBC, Bloomberg, MarketWatch, skratka, res dežujejo že cel dan notifikationi in sporočila, kaj se dogaja na trgu. Zato sem tudi rekla, greva se midva malo oglasiti, pa malo pokomentiramo. Ti si danes zjutraj že dal super izjavo, jaz sem tudi napisala članek, si lahko preverite na spletni strani money-how.sc, in sicer Andraž je rekel, to je šum, zaradi katerega lahko sprejmete veliko neumnih odločitev, tako da danes bomo malo bolj poglobljeno nekako analizirala to tvojo izjavo in pa konec koncev tudi dogajanje na trgu. Preden greva naprej, bi pa vsem rada povabila vse vas, ki se še niste odločili za psihologijo denarja, pridite, ne bo vam žal. Morgan Housel je res vrhunski strokovnjak. Predaval bo Morgan Housel, ne Denis Avdić, mogoče samo to, da povem še to, ker vem, da je bilo kar nekaj komentarjev na to temo. Ja, zagotovljen je tudi prevod in vsi udeleženci bodo dobili ne samo super odlično predavanje in potem tudi deep dive z njim 1 na 1. Dobili boste tudi knjigo, ki je pravzaprav v knjigarni ne morete kupiti, ker še ni sploh izšla. Vprašanje tudi, če jo boste lahko potem v knjigarni kupili. Zasluži, investiraj, ponavljaj, je pa naslov, skupaj z Denisom jo piševa. To je prva zadeva. Druga zadeva, vabim vas na našo spletno stran, da preverite, veliko vprašanj dobivam za individualne naložbene račune, INR, naredili smo primerjalnik in iskalnik, prosto dostopna, obe orodji sta prosto dostopni, lahko prečekirate, preverite vsebino, vsebina je brezplačna in to brezplačno vsebino, moram priznati iskreno, je omogočil Trade Republic, ki pravzaprav INR ne ponuja. Mi smo se odločili tukaj za eno partnerstvo, ker pravzaprav sam strošek vzdrževanja teh dveh orodij je kar precej visok, zato smo se odločili, da poiščemo neko partnerstvo in tukaj ni bilo nobenega pogojevanja, kar pa je bilo pač na strani slovenskih ponudnikov. Konec meseca avgusta imamo tudi bootcamp za mlade, vabljeni, pridite, mislim, da to je lahko zelo koristno za mlade. Ravno zdaj imam neke take zanimive debate okrog tega, kako naj mladi investirajo, ali dati mlademu 18-letniku, ne vem, denar, 10, 20, 50 tisoč, nekateri celo špekulirajo, zelo različni komentarji. Če imate kakršnokoli mnenje na to temo, prosim, pišite mi v komentarji. Konec meseca, tega meseca, bodite pozorni na našo spletno stran, konec meseca vas čaka na zanimivo presenečenje, mogoče se ga bo splačalo izkoristiti. Kar se tiče še to povem, pojdite na našo spletno stran, na enem mestu smo zbrali vse vodnike, tako da boste lahko na enem mestu vse informacije prejeli, različni vodniki za različne teme, veliko zanimivih člankov, simulatorji obresti, kalkulator izgube kupne moči in tako dalje, tako da vabljeni. Evo, Andraž, jaz sem zdaj naredila svoj uvod. Zdaj imaš ti lahko 4-minutni ali pa 5-minutni monolog. Se klicam. Težka bo. Težka, mislim, ne, tema je v bistvu danes zelo zanimiva. Kot rečeno na začetku, vidimo kar konkretne upade čiparjev in mogoče marsikoga zdaj malce stisne, ko pogleda v svoj portfelj, vidi, da se je zgodila korekcija in mogoče marsikoga tudi pri srcu stisne. Povej malo, kako ti gledaš zdaj na to korekcijo, a se ti zdi to omembe vredna korekcija, se lahko ta popravek še poglobi?
Kako gledaš, no? Mislim, zagotovo se lahko ta popravek poglobi, ampak iskreno povedano, danes, ne vem, ta poročanje o trgu je ratov malo shizofren. Nimam drugega izraza, ker kot da bi se v času kislih kumaric zbirali tiste najbolj ekstremne premike, da imamo o čem zapisati, da imamo neke dramatične zgodbe. A ne. Hkrati se jih pa ne da v kontekst. Sej moramo vedeti tudi to, da recimo, če nekdo danes gleda delnice, ne vem, iz teh podjetij, polprevodniških, ki so na različni zdaj kle verigi, ki zdaj so, ali so na spominskem delu, ali so pri čipih, ali imajo čipe za učenje, ali imajo čipe za procesiranje. V glavnem, to so vse stvari, ki so toliko participirale v AI boomu v zadnjih letih, ali pa tudi od maja v končni fazi, od tega iraškega dna, da ne govorimo od unga izpred 2 let pa pol, a ne nazaj, da v bistvu so, ne vem, meni se zdi, da so to neke vrste reakcije vlagateljev na to, da pač, ok, zdaj poletje, poberemo te dobičke z mize, Fed očitno ne bo nič dobrega naredil zdajle do jeseni, ne bo zniževal, bo pustil primir, mogoče bo celo zviševal. Jesen so se eni začeli že pojavljati. Ne? Tako da se mi zdi, da je enostavno pač take the profit and run, go to the beach. To sem jaz naredila, a ne, pa Ja. vem, da je bilo kar veliko nekih vprašanj, pa marsikdo se je praskal po glavi, zakaj pa si to zdaj naredila, nisem pa v celoti vsega prodala, en del. Jaz temu rečem nekako optimiziranje za tveganje, a ne, pač enostavno sem na neki točki začutila, da je treba zmanjšati izpostavljenost konkretno do Nvidie, Googla, o tem sem tudi pisala. Andraž, povej naprej. Ja, ampak sej moramo razumeti, da na trgu so različni udeleženci. Eni imajo kratek trgovalni cikel, eni držijo 3 leta, ciljajo neke 3-letne donose, 2-letni nek swing, recimo, eni so buy and hold, dollar cost averaging in v bistvu vsako pleme ne razumem drugega najbolj, kaj počne v resnici. Sam je pa res, da za tiste, ki zlasti trgujejo, pogosto na vzvodu, so recimo, ne vem, ko je bila volatilnost visoka, so šli v določene pozicije, te so se išle več kot nadpovprečno in ta sektor je outperformal, zaradi tega ga je treba zdaj malo porezati, kot visoko travo, zato da v bistvu gre nazaj, kot temu rekel, se rebalansira portfolio in se reinvestirajo te dobički pol naprej taktično. Tako da to je čisto odvisno od strategije, kako se ustvarja donose. Eni jih ustvarjajo tako, da držijo na dolgi rok in ne poskušajo loviti teh swingov. Je pa res, da zdaj v zadnjih 2-3 letih so bili te nihaji, a pa kar v 4 letih, kar visoki. V bistvu se je dal s tem trgovanjem veliko zaslužiti, zato je pa po mojem bilo tudi izjemno veliko momentuma in tudi nadpovprečen delež vlagateljev za tem momentum tradom okrog čipov, pa pomanjkanje predvsem spominskih medijev v zadnjem času, in to se je zdaj izkazalo, da pač enostavno, ko se je ta, kako temu rekel, kaj je to kolo obrnilo malo tam, v bistvu je bilo tako, kdo šel zdaj prej ven, da poberemo te dobičke. Tako da to je čisti profit taking za enkrat. Srednjeročno pa po mojem mnenju bo bolj pomembno to, do kakšne mere bojo se nadaljevala rast teh dobičkov, saj na papirju, ta glavnih družb, ki so udeležene v AI boomu, ker vemo, da imamo v osnovi nekako 2 ekonomije, podjetja, ki so povezana z AI revolucijo na področju umetne inteligence, tisti del prispeva skoraj 20 odstotnih točk k bodoči rasti dobičkov v indeksu S&P 500 in pa vsa ostala, ki pa mogoče rastejo v skladu z neko inflacijo 2-3 odstotka, recimo. In če se ko bi rekel, te dirkalni konji ustavijo, ne bojo mogli več do take mere upravičevati pričakovanja, sploh glede na pač neka vrednotenja, povprečna mogoče, ki smo jih bili vajeni, in to lahko pač povzroči tudi malo bolj konkretno ohlajanje. Ampak to je enostavno treba počakati, ker se pravi, dokler te konji dirkajo, si težko predstavljati, da bo ta trg se jutri ustavil. Je pa res, da tempo, s katerim se to zdaj počne, je res na nekem ekstremu. Te pričakovane 3-letne, medletne rasti dobičkov, to je vse na vrhu neke porazdelitev iz preteklosti. A lahko mogoče samo skočim, tukaj se mi zdi zanimivo, recimo danes sva oba gledala VIX, ko sva ga gledala, je bil 16, VIX je indeks strahu in prikazuje pravzaprav, kako nihajne so borzne tečajnice, zelo po domače in zelo poenostavljeno pač je to. Mogoče tukaj, zdaj pa trenutno kotira pri 18, ampak dolgoletno zgodovinsko povprečje je, mislim, da okrog 19.
tako da smo še zmeraj pod povprečjem. Kako ti gledaš na indeks VIX, ker vem, da smo ga že večkrat, ti si ga konec koncev tudi večkrat izpostavil kot eno super orodje za iskanje potencialnega dobre vstopne točke na borzni parket. Kako gledaš na ta VIX, kako gledaš na vse skupaj, no, v kompletu? Saj to smo pogosto že povedali, da pač VIX je en tak dober indikator, koliko je tveganje vračunano v tečaj na trgu. Torej, bolje je vračunano, večja je premija za tveganje, več lahko dolgoročni vlagatelj nekako požani na dolgi rok. Tako da za dolgoročne vlagatelje je recept je enostaven. Višji je VIX, več hočem kupovati delnic, ker na dolgi rok bo VIX šel k nekem povprečju in to bo povzročilo nadpovprečne donose za mene. Zdaj, če je VIX nad povprečjem, rahlo že, mislim, tam ali pa okrog povprečja, no, ker zadnjih par let se kle nekje svalka bolj pri 15, se mi zdi. V bistvu to pomeni, da nismo še v nekem ekstremu, je pa majčkeno zdaj že nakazal to volatilnost, ki smo ji priča mogoče zadnji teden, dva, ampak če pogledamo neke headline indekse, mogoče nek Nasdaq 100, pač vidimo, da kakšen mesec nek mogoče vrh mogoče oblikuje, čisto malo tehnično gledano, ko gledam graf, ampak po drugi strani pa če pogledamo, kje je bilo dno, pač tisto odboj je bil pred 23,000 točk, zdaj smo še zmeraj blizu 29,000 točk, tako da v bistvu tukaj je še prostor navzdol. Mene nek popravek do 25, tudi čisto tehnično, to je čisto nekaj normalnega, zaradi tega, ker je znotraj še zmeraj trenda, ki je pa z zadnjim odbojem zašel, še tako malo ga je skoraj ven navzgor odnesel in so se ljudje že začeli pogovarjati o melt-upu, torej, da v bistvu pospešuje iz že tako hitro rastočega nekega trenda dinamične rasti v še bolj dinamično, kot neka vrste euforija oziroma nek FOMO, oziroma izraz je bil celo FEMO. In FEMO pomeni Fabulous Earnings Momentum, kar je nekaj novega. FOMO je Fear of Missing Out, torej da je vse strah, da v bistvu nekako ne bojo participirali na lasti in da morajo skočiti na vlak in kupiti te delnice. Po drugi strani se je pa pojavil ta FEMO, ker so te vsi, ki zagovarjajo biki, da se to lahko še nekaj časa nadaljuje, trdijo, da je to vse podprto za dejansko rastjo dobičkov. In zato se je ta pojavil Fabulous Earnings Momentum, malo igra besed, ampak v resnici je to kar res. Težave so pa lahko v podrobnostih. Prejšnji teden, mislim, da je bilo prejšnji teden, sem se pogovarjala z Blažem Hribarjem, videla skupaj sta ena dva velika medveda, dostikrat izpostavimo. Verjetno ljudje dobijo občutek, da ste medveda, ker pač na tak način komunicirate. Potem sem pa verjetno tudi jaz malo vam reklamo naredila s tem medvedom. Ampak glej, pazi, on je povedal, ga bom kar citirala. On je rekel, na papirju je lahko. Kupiš poceni, prodaš drago, dejansko prodati po močni rasti, po navdušenju, ko vsi hvalijo in vse raste, je pa nekaj drugega. Ker jaz recimo vidim, da pač po močni rasti in pa potem, ko vsi pišejo v rekordih, težko je, Andraž, prodati. Ampak na neki točki je treba sprejeti odločitev. Jaz bom tako rekel. Psihološko povej, kako to shendlati, recimo. Tako, da se vnaprej programiraš v bistvu neke točke, zakaj si kupil, pa kakšen ne bi bil nek pričakovan rezultat, in ko ga dosežeš, načeloma prodaš, ali pa se vprašaš, ali so se res tako fundamentalno spremenile razmere, da bom od te točke še naprej recimo dosegal neke nadpovprečne donosnosti. In zdaj, jaz mislim, da v ozadju tega AI-ja pa tega skoka je pač enostavno neke vrste pohlep se zgodil. Ravno to. Pač ljudje so dobro zadeli vstopno točko, zaslužili so veliko denarja, mogoče so majhen dobiček celo vzeli, je šlo še naprej, so rekli, joj, koliko smo bili trapasti, da smo prodali, zdaj pač en del tega se bi lahko držali v neskončnost. Težava vseh teh matematik je enostavno to, da bom tako rekel, ta balon se lahko zelo močno napihne in je brez veze predvidevati, do kam bo šel. Predvsem se je treba vprašati, ali so faktorji, ki vplivajo na rast teh delnic, taki, da lahko trajajo eno dekado in da se je nekaj toliko spremenilo, da bo to res, ne vem, popolnoma drug svet. Zdaj, če nekdo v to verjame, pa lahko tudi drži te zadeve. Medtem ko po drugi strani vsak, ki skuša to malo zracionalizirati in dela analize zadnjih par let, se zaveda, da
kakorkoli obračaš, vse te investicije povezane z AI-jem, vse ta pomanjkanja, ki se pojavljajo, je dejstvo, da so, bom rekel, predvsem, če daš robne omejitve na neskončnost, ne obstajajo. Torej, kaj to pomeni? To pomeni, da se bo prej ali slej prilagodila ponudba in da ne bo moglo tako stanje vzdržati. Sam težava, tukaj je čista špekulacija, se bo to zgodilo letos, čez 2 leta ali pa čez 3. Čist nič drugega. To je nek srednjeročen poker, ki se ga zdaj igra na tem AI trgu. V zadju so pa tudi, ko jaz se pogovarjam v startup svetu z ljudmi, ki ustanavljajo nova podjetja, ker želijo pač, bom rekel, na nek način tudi vidijo poslovno priložnost v tej AI mrzlici, je pa, bom tako rekel, večina startupov, ki se jih je lansiralo, vsaj v zadnjem obdobju, se mi pa zdi, da nagovarja ravno produktivnostne teže, kako bomo bolj produktivno AI uporabljali in manj zapravili v bistvu za AI, kot ta stane danes. In to pa veliko pove, kam gre igra vnaprej. Torej, velike investicije iz preteklosti ni nujno, da bojo prinašale, rekel, ustrezne donose čez nekih 5 let in niks. In težava, ki se jo vidi tukaj, da so veliko teh gigantov in lastnikov infrastrukture imeli kar neke povezane posle, med sabo so si zakupili neke kapacitete. Meni je bilo v bistvu dosti nenavadna zgodba tudi, ker v bistvu sem se sprašal o motivu Berkshire Hathaway, da je v bistvu nekako vodil to masivno dokapitalizacijo Alphabeta v višini, zaokrožujem, nek $100 milijard, ki je bilo praktično na nivoju SpaceX IPO-ja. In malo se mi rimajo ta velike zgodbe, infrastrukturne, ki grejo za prave milijarde, malo tako že delujejo kot neke banke, ki v bistvu, bom tako rekel, dominirajo in enostavno nimajo druge izbire, kot da stavijo na to karto velike, lepe prihodnosti. In njihove bilance so v različnih pozicijah. In če se dobro spomnimo, Berkshire Hathaway je takrat v finančni krizi podprl Goldman Sachs, pri tem, da jim je dal ekstra kapital, da je ta banka, ko bo rekel, čez krizo šla veliko boljš kot druge, poleg JP Morgana recimo. Se pa lahko spomnimo drugih takrat bank, kot so Bernstein in Lehman Brothers, ki so pa propadle, ker niso bile dobro kapitalizirane. In en tak izmed večjih IT gigantov, ki je pa kar mal, bom rekel, prišel ene dvomljivo finančno pozicijo, je pa recimo Oracle. In meni se tako zdi skoraj malo, da v bistvu imamo podobno igro, ki smo jo imeli leta 2006-2007, samo če banke zamenjamo z ta večjimi IT giganti, ki investirajo v to infrastrukturo, hyperscalinga, v bistvu computing powerja. In zanimivo, da eni so se že vnaprej pripravili, ker so že tako cash flow rich, da so še ekstra kapital. Torej, to bo fight za preživetje. To bomo zdaj še povedali malo več o kapitalu, ampak da je mogoče samo ena umestna. Zdaj vsi govorijo, tokrat je drugače, ker dejansko podjetje ustvarjajo dobičke. Ampak Cisco recimo leta 2000 je tudi ustvarjal dobičke in potem je delnica potrebovala 20 let, da se je vrnila v bistvu nazaj na pač neke nivoje. Zakaj? A se lahko en podoben scenarij zgodil, kot je bil recimo Cisco, recimo z Nvidijo? Mislim, jaz bom tako rekel, lahko se zgodi, seveda se lahko. Če se odvije to, kar sem jaz rekel, pa padejo, tako so včasih bančne karte padle in so cel sistem za sabo podrle v bistvu domine, tako lahko na enem koncu v bistvu te, ko bi rekel, podatkovno-oblačne računalniško zmogljivostne platform začne padati. In ko to začel padati, bojo odpisi, to ne bojo milijarde, to bojo stotine milijardni odpisi pogodb, ki se nikoli ne bojo uresničile, na drugi strani pa dolg, ki ga bo treba vrniti. In to ni hec. Če eno delnico Oracle pogledaš, tisti, ki malo grafe spremljate, ta vzorec je grozljiv. Ta delnica, iskreno bom povedal, če se fejs zakuha in trg zapre vrata za rollover dolga, ta delnica gre lahko, to gre lahko po moje tudi na $10, res. Ne hecam se. Iz trenutnih 127. Ja, zaradi tega, ker bo Ne, sem rada bi, da razumemo razmerje. Bila je skoraj 300, zdaj padla, ne vem, 130 ali tam nekaj. 127 trenutno. Ja, tako, in v bistvu, če zdaj nekako je imela težave, imeli smo en skok, probali smo se odbiti navzgor, ni nam ratal, padali smo nazaj dol, credit default swapi na njihov dolg so zrastali, to sam da razložim, kaj je to. To je zavarovanje pred, ko v bistvu če Oracle ne bo sposoben odplačati svojega dolga z dolžniško zamenjavo, v bistvu nadomesti izdajatelj tega izvedenega papirja izgubo imetniku, če ima seveda to zavarovanje. In te cene teh zavarovanj so šle
through the roof. In Mm. Oracle je enostavno sprejel, da ne sme izviseti ven iz te AI bitke in je zelo masovno te obligacije za zakup kupiču, za računsko zmogljivost. Se pa tukaj ogromen stvari spreminja, ker se dnevno spreminjajo modeli, kateri modeli se uporabljajo, kje se uporabljajo, kako se uporabljajo, koliko zmogljivosti boš uporabljal, kaj šele, kateri modeli novi prihajajo, ki bodo popolnoma drugačno spet delovali. In tle v bistvu je nekaj, kar je bilo cutting edge, je lahko tehnologija, ki je, rekel, bistveno, mislim, ne da ni uporabna, lahko, seveda bo ta zmogljivost, ampak ne bo imela take cene na trgu. Ta computing power ne bo toliko monetiziran, kot se mogoče misli. Oziroma, nihče ne ve, kako bo točen, ampak dejansko vidimo neko deflacijo teh tokenov zale v tem trenutku. Andraž, zdaj dobili smo ful dobro vprašanje, najlepša hvala. Kako bi ocenili S&P 500 od trenutne ravni do konca leta? Sam dajmo kontekst, trenutno 7481, zdaj napovedi so zelo različne in so načeloma zelo optimistične. Se pravi, do konca leta večina pač teh napovedovalcev nekako napoveduje, nekateri celo preko 8000. In pa dodatek, še tole, se opravičujem, gor ali dol ali čisti gamble. Pravijo, da imajo midterms leta zgodovinsko povprečno najslabše donose, medtem ko je leto kasneje nadpovprečno. Kako komentiraš to, Andraž? Ja, vseeno je S&P bolj uravnotežen indeks kot Nasdaq 100, to je treba vedeti, se je odbil močno, ampak jaz vseeno mislim, da se podobno dogaja en tak vzorec, kjer se ohlaja malo ta momentum. Zelo veliko bo seveda, izjemno veliko bo od earnings seasona odvisno. Je pa res, da torej, če bojo dobički nad pričakovanji, lahko naredimo majčken še en skokec navzgor, ampak jaz nekako mislim, da jaz sem bolj med tistimi, ki vidim vseeno malo korekcijo, ker smo na zgornjem koncu razpona in je več mogoče elementov, ki malo tišijo navzdol, ampak zaenkrat ne moremo reči, da ta trend, ki smo ga videli tam nekje od leta 2023, 2022, ki je bilo ono dno, da ni, ne vem, da se bo kar obrnil na glavo in da bo to nek zlom. No? Zaenkrat prej se bo začela dogajati neka korekcija. Ne? Vidim pa velike razlike, se pravim, pri posamečnih delnicah pa pri indeksih. Tudi recimo primera, ne? Če pogledamo S&P 500, recimo veličastnih 7, sej veličastnih 7 te delnice niso participirale na enak način v AI boomu kot delnice na področju spominskih medijev ali pa mogoče Alphabet, ki je imel res izjemen odboj. Če pogledamo druge delnice, kot so Amazon ali pa Tesla ali pa Meta ali pa Microsoft, te niso bile del tega momentuma, kakorkoli zdaj to obračamo, ko pogledamo tečaje. In to daje neko varnost, vseeno malo, bom tako rekel, S&P-ju, ker to so večje uteži, tako da bom tako rekel, delno prihaja že do ohlajanja, dobesedno, pri teh Mag 7 delnicah. Zato se mi zdi, da S&P je malo bolj širok indeks, še bolj se mi pa zdi mogoče za tiste, ki na dolgi rok gledajo, zanimiva zgodba, mogoče v zadnjih nekaj mesecih je tudi preostali del sveta začel malo boljše performati kot pa ZDA. Tako da v bistvu tudi zmeraj več debat omenja globalni delniški indeks, da imamo malo bolj razpršiti na dolgi rok. Tako da jaz bi rekel, da je tako. Zdaj, preveč se govori o posameznih delnicah, ki so povezane z AI-jem, in to v bistvu vpliva tudi na sentiment okrog celotnega trga. Je pa res, da če se ta del ohladi, bo pač skupna rast za S&P nižja in se bo moral pač tudi ta začeti prilagajati. Tako da na dolgi rok nasploh delnice bojo zelo težko prenašale takšne donosnosti, kot so jih v zadnjih 10-15 letih. In tudi še eno stvar bi poudaril, dolgoročne obveznice ameriške niso tako neprivlačne, ko nekdo reče besedo deflacija ali pa recesija, ker dobite tam donose nad 5% na 30 let, blizu 5 ali pa malo manj na 10 let, in vsi vemo, da če bo treba tako, kaj črn scenarij? Če v črn scenarij in se ta AI stroj, ki večino investicij vrši, ker tudi vplivajo na rast ekonomije ameriške, ustav, ni dvakrat za reči, da imajo kakšni bailouti tam se dogajajo, te ki so posojali. Ja. Andraž, da se malo brejka privošči, ker točno to, kar si ti zdaj rekel, je povedal tudi Blaž Hribar. V naslednjih 10 letih ne pričakujem visokega donosa,
oziroma ne pričakujem donosa, je bil razlog in načelo vračanja k dolgoročnemu povprečju. Pa bi samo še nekaj te vprašala, glede na to, da je bil prej omenjena beseda gamble, v vprašanju noter, pa se mi zdi zelo pomembno, ker je to besedo uporabil tudi Warren Buffett, ki je pred parimi dnevi dal intervju za CNBC in sicer je povedal: "It's tough to find values when everybody is preferring gambling." Kako ti Ja. gledaš na trenutno dogajanje? Se ti zdi, da malo gamblamo, mali vlagatelji? Mali vlagatelji, ne, vprosto vsi gamblajo, Vsi vsi, čisto vsi, gamblamo, od vsi smo institucionalcev, gamblerji. od tistih, ne vem, od hedge fundov, ki tradejo, imajo nek absolute return, morajo skozi kao služiti denar, ne glede na to, a ne, kam gre trg, do institucij, vsi gamblajo, vsi so del FOMO-ta, vsi so del FEMO-ta, samo vprašanje je, do kakšne mere. Vidim pa, da ta trg tveganega kapitala, venture capital market, pa to se je obrnil o 180 stopinj, v bistvu, ne, glede tega, koliko je bilo previdno to nek let nazaj, pa kaj se zdaj spet dogaja z fundingom. Je pa tako, da imamo, recimo, dam lahko primer iz venture capital. Na venture capital trgu obstajata dva tipa podjetij. Podjetij, ki delujejo v AI svetu, ki imajo 10-krat višja vrednotenja za isto fazo zrelosti, in drugi startupi, ki ne da ne uporabljajo AI-ja, samo pač ga samo uporabljajo, ne delajo, ne proizvajajo, niso fokusirani na storitve ali pa izdelke, ki v bistvu poganjajo to AI ekonomijo. Tako je razmerje, 10:1, bi jaz rekel, na nek način v smislu vrednoten. Ne? In sej mogoče tudi ni tako daleč razmerje na regularnem trgu. Ne? Nekaj, kar je povprečna ekonomija, je 10-kratnik lahko dobička, to so tudi emerging marketi, jih lahko dobimo. Ne vem, tam, ko gremo pa v Ameriko, smo pa na 100-kratniku tekočega dobička za nekatere delnice, ki so v centru rasti. A je res? Tako da to je zelo poudarjeno. Ne? Pa še to je, veliko denarja se reinvestira nazaj, pa to vleče navzgor. Res, ta momentum, rekel, tudi povzroča, da določeni sektorji spet nazaj se dvigujejo, ker tisti zaslužijo tam, pa nekaj vnovčijo, pa pol spet na. Tako da to ima zelo ta reinvesticijski moment, ne smemo zanemariti, ne, ki deluje na gor in na dol. Tako da ja. Zdaj greva naprej na še eno super vprašanje od Simona. Ali lahko komentirate KP40, ki je precej visoko, se pravi, gre za Shillerjev kazalnik KP, ki primerja cene delnic z 10-letnim povprečjem inflacijsko prilagojenih dobičkov podjetij. Trenutno je, zdaj, če pogledamo to zadnjo številko, je skoraj 42, nazadnje, ko sem se pogovarjala z Blažem, je bil 40, medtem ko pravi, da forward PE je pa normalno relativno, a ne, se pravi, gre pa za trenutno ceno delnice, ki se v bistvu deli s predvidenim dobičkom na delnico za naslednjih 12 mesecev, a ne, in je ena taka zanimiva metrika, ki se jo uporablja, a ne. Kako boš komentiral to, Andraž? Veliko tudi ti si študiral Shillerja, v nulo ga poznaš, malo povej. Saj v bistvu, saj smo pisali tudi članek, oziroma jaz sem Tudi napisal članek, članek tudi na to temo, ki je na portalu Moneyhow. Težava tega je to, da pač Naslov članka, samo še to, da ga boste pogooglali, previdno, balon se polni. To je bilo pa napisano že kar nekaj časa nazaj, in sicer to je bilo septembra 2025. ja, v glavnem, saj težko bi rekel, da se je od takrat kaj bistveno spremenilo, razen to, da je mogoče ta večkratnik še malo višji, ki je bil takrat, a ne. Dajmo samo malo razložiti, a ne. To je pač samo en kazalec, ki gleda dobičke v neki ciklični, dolgoročni perspektivi. Kje je zdaj kle težava, a ne? Težava je, ko pride do kratkoročno in srednjeročno, pa to lahko traja tudi dolgoročno, tudi 10 let, do nekega stalnega ali pa nekega novega, bom tako rekel, načina, kako podjetja lahko ustvarjajo in držijo profitne marže. In kaj to pomeni? Zakaj? Ker Shiller gleda povprečne dobičke za 10 let, ne, jih očisti inflacije. Ampak kaj pa, če se recimo pojavijo 4 podjetja, ki zmonopolizirajo cel svet IT-ja in kar naenkrat imajo te 3-krat večje marže in dobičke, kot so imela katerakoli podjetja v zgodovini, in te podjetja ne bojo izginila še 20 let. Ne. To pomeni, da se je trajno prišlo do strukturne spremembe in tega Shiller šele s časoma noter, 10 let bo trajalo,
oziroma Schiller reče, 10 let bom počakal, če je to res in če bo to noter prišlo, bom šele potem to vrednoto. Torej, kaj bi to pomenilo, če bi furali Schillerja naprej za to rastjo dobičkov, kot je, in bi ustrajala, pa kar naenkrat delnice ne bi več izgledale drage čez 10 let, ker bi skozi dobički rastli in bi dobički upravičili te izjemno visoke vrednotenja. In to je zdaj ta glavni argument. Če predpostavljamo, da bojo šle marže v povprečju, zdaj govorimo za indeks, nazaj proti nekim povprečjem, kjer so bila, torej koliko dobička od ene enote prihodka dobijo podjetja, ali pa koliko dobička od ene enote investiranega kapitala dobijo, potem je trg pregrešno drag in more padati za 50%, zato da bo povprečne donose nosil, oziroma mogoče bo pa že atraktiven, odvisen od rasti dobičkov. Če se pa v bistvu spremeni način in se enostavno te bruto marže ustrajajo in monopolizirajo AI določena podjetja, bojo imeli pa vedno velike uteži v tem indeksu in ga izkrivljala še naprej. In to je težava tega, ker vsi, ki gledajo Schillerja, ga gledajo kot market timing in rečejo, bom počakal, vse bo padlo, vse bo kriza prišla. Težava je pa sprožilec. Zato, da se ti to zgodi, zato, da se cikel obrne, se mora zgoditi nekaj predpogojev, pa nekaj sprožilcev. In zdaj, Schiller je samo indikator, pregreto je v bistvu. Ne piše pa, kdaj v bistvu bo lok počel, ali pa ne piše, kdaj bo, raznesen balon, lahko se še mečkam poln in to se lahko leta in to je težava tega. In težava je tudi, če se podrobno opazuje Schiller, ti vrhovi so skozi 100 let vedno malce višji, pa dna, koliko daleč pade ta indeks, so tudi malo višje, tako da vse skupaj malo na gorje, ko bi rekel, temu se reče biased, v bistvu je neka tendenca, da so ti vrhovi vedno višji, pa dna so vedno malce višja. In to je težava, tako da seveda na dolgi rok, če gledaš Schillerja in narediš regresijo, zaključiš, da bojo podpovprečni donosi v naslednjih 10 letih ali pa celo negativni donosi. Težava, ki pa tukaj je pa, kako bo ta krivulja izgledala, kako hitro se lahko to zgodi. To je tudi zelo dobro vprašanje. A bomo videli res desetletje bear marketa, koliko hitro bo padel dol, če bo padel dol, predvsem je pa treba se vprašati, kaj bojo sprožilci. Tako da jaz se fokusiram, če poenostavim, v tem trenutku, kako se lahko trenutna kriza, ki bi lahko nastala, rima za tistimi, ki so bile v preteklosti. In zame se rima tako, da sem tiste banke, ki so bile v bistvu bailoutane v finančni krizi, sem jaz začel menjati za te velike IT podjetja, ki danes obstajajo. In sem se začel spraševati, kdo je Burns, Stearns ali pa Lehman Brothers log današnjega AI-ja. Če gledamo naprej. Zdaj, ko vse to omenjaš, verjetno si slišal za izraz AI, ROI fatigue, se pravi utrujenost, donosnost naložb v umetno inteligenco. Kaj ti misliš o tem? Ker dostikrat slišim sploh od analitikov, pa tudi skeptikov, pa tisti, ki so mogoče malo bolj bearish, show me the money, pokazali ste nam vizijo, zdaj nam pa pokažite denar. Seveda, vse ti argumenti vsi držijo. Kako je že ta izraz? The bulls will make money and the bears will make sense. To je zdaj po to novem, ja. Ja, torej medvedi zvenijo pametni, ampak biki delajo denar. Ali pa Slovenci imamo boljši izraz, ta najbolj butast kmet ima najdebelejši krompir. Ampak dejansko tukaj ni preveč za razmišljati. Momentum je, in če si del tega momentuma, če preveč razmišljaš, lahko narediš veliko napak. In jaz rečem, takrat, ko ne vem, je tako, kot je Warren Buffett rekel, dej na tako, ali imej malo več keša, ali pa dej na avtopilota, pa id nazaj na neki indeks, pa čim manj neki frčke okrog, ker, mislim, lahko se kar fajn zmotaš, po domač povedan. Zdaj, takrat, ko je pa vse pocen, pa nimaš veliko za zgrešiti, v bistvu v končni fazi. Tako da, jaz bi rekel, da tole bo kar naporno obdobje psihološko. Zato pa morate priti na psihologijo denarja. Ja, in tudi treba bo prilagoditi po moje vlaganja in se vprašati tudi eno stvar, ki se jo nujno morate vprašati. Glede na premoženje, ki ga imate, glede na dohodek, ki ga boste imeli na voljo za investiranje, glede na cilje, koliko so pred vami, kako zgleda vaš scenarij v primeru, ko pridemo do bolj trajnejšega
trga, ki bo volatilen in ne bo nosil sam po sebi nekih pozitivnih donosov eno leto, 2 ali 3. Težava pa bo, da se morate pa sprijazniti še z tretjim omejitvenim faktorjem, da ne boste vedeli, kdaj bo točen dno, pa kdaj bo vrh. In da boste verjetno falili boste topno, ne boste prodali na vrhu, ampak te na pol poti navdol pogruntali, da gre dol. In to bo kar, to je psihološko naporno. Ja. Psihološko naporno. Imela sem epizodo Slovenska borza, trajala je 18 let, da je prišla nazaj na tiste ravni izpred leta 2008. In sem pozvala vse, ki so takrat gledali, poslušali, da ne se nam javijo, tisti, ki so v bistvu kupovali na vrhu in so v bistvu prefurali ali pa zdržali celotno to obdobje, ko ni bilo nobenih rasti. In zdaj sem posnela eno epizodo z enim sogovornikom, ko sva debatirala o luksuzu in je omenil, da je kupoval delnice ravno takrat, ko so bile na vrhu, potem je doživel to bolečino padca, ampak on je rekel, jaz sem to držim še do današnjih dni. Se pravi, v bistvu nekako je bil že takrat z glavo pri tej stvari oziroma pri stvari, da bo držal in da ne bo prodal. Ne? A je to tudi Audič konec koncev na podcastu je rekel, kupujem na način, kot da ne bom nikoli prodal. A je to ta prav način investiranja? Absolutno je ob nakupni točki, če neka naložba v neskončnost, ker vse lahko narediš izračuna, se matematika to dovoljuje. Ne bom šel zdaj v detajle, ampak rečeš, dividende bojo rasle, enostavno uporabiš ustrezno formulo, koliko je neskončen tok dividend ali pa dobičkov jih sešteješ in pri neki dani donosnosti, diskontni stopni, rečeš, bom kupil in bom držal neskončnost, ker bo pač to bojo krize, ampak verjamem, kaj je ključno. Verjamem, da bo moja naložba imela takšne karakteristike skozi čas, da se bojo v povprečju dobički ali dividende povečevali z neko stopnjo. Kje nastane težava? Če imate indeks, se bo to najverjetneje zgodilo, ker bojo itak gnile firme šle ven, da dobro je šle noter in bojo pol tiste potegnile na gor in sčasoma bo dividendna mašina spet začela delati in ni težava čakati v enem kvalitetnem indeksu z največjimi podjetji. Pustimo, da bojo precenjene nekaj časa, ampak se bojo odbila nazaj in to je pokazal čas. Sploh ameriško gospodarstvo se zelo hitro prestrukturira, tam se indeksi zelo hitro obrnejo, tudi Nasdaq se cel predrugač v 10 letih, recimo v popolnosti se vidimo, kakšne firme v 5 letih nastanejo, pa pridejo not v te indekse. Torej, tam ti zelo hitro okrevanje se lahko zgodi, tudi če smo velik padec. Recimo, kje pa lahko težava? Težava je, da nekateri kupijo posamezne delnice ali pa cherry pikajo tiste, ki so bile ful vroče in hot in mislijo, da vse to se bo nekoč odbilo. Zdaj, mogoče se v to zgodilo, če so res na nekem ogromnem blue chipu delali. Ne vem, dam primer. Oracle, mogoče tudi če na 10 padel, pa ga v en dokapitaliziral, pa ga bo mogoče čez 10 let na $100 pa 150 prišel nazaj. Sam to je blue chip, tu cel svet ta software uporablja. Če si pa ti takrat, ko si bil v Sloveniji, ne vem, dajmo reči, kupil v končni fazi delnico nove KBM, je bilo pa tilt, je bilo pa konc. Ali pa če si kupoval delnice srbskih bank, je bilo konc. Če si kupoval delnice balkanskih papirjev v Bosni, jih sploh prodati nismo. Še danes folk sploh prodati tega ne more. Recimo. Če si pa recimo eno Krko držal, ki je vedno in še danes pomeni, ne vem, če ne bi imela omejitve, bi bila 60% indeksa, recimo, je pa to nekaj druga. Ker Krka je pa vedno ohranila te karakteristike v osnovi, v temelju je bila dividendna mašina. Ne glede na to, koliko je bila precenjena. In to je ključ. Sam, jaz bom zelo grdo zdaj rekel, ne smeš dreka na dolgi rok, ker so ti ga uturili držati. In doskrat ti ga uturijo. In zdaj, klej pozitivna stvar, in zdaj grem nazaj na kripto. Tam je pa to še toliko bolj veljalo, ker je bil Bitcoin edini res garant, zlati standard kriptota je Bitcoin, kot neki ogromen blue chip, pa rečemo, krka kriptota je Bitcoin v osnovi. Če pogledamo, kakšna tržna utež ima Bitcoin v kriptotu in če bi odstranili vse omejitve na slovenskem trgu, ima Krka podobno vlogo kot Bitcoin v kriptoekosistemu. V bistvu je zelo podoben delež, ki ga ima. Tako da v bistvu ima tak vpliv. In Denis, ki reče, sam Bitcoin kupujem, se drži nečesa, kar v bistvu, dokler bo ta asset class obstajal in veljal, da lahko preživi na dolgi rok,
ima verjetno prav. Če bi pa recimo Solani, ki jo je pa recimo zanč omenjal, se ti pa lahko zgodi, da mogoče se najde nek drug tek ali pa nekaj drugega, ki pa lahko to izpodrine, recimo. Pa že bolj Mogoče, aktivna stava. zdaj ne. bom pa malo prekinila, pa v torek snemamo v živo tudi kripto epizodo, tako da bomo bolj podrobno tudi te 4-letne cikle in vse te stvari pogledali. Tako Zdaj, da ko ni tako, da se vsaka stvar odbije na enak način, pa ni vsaka stvar enako precenjena, pa manjši trgi imajo likvidnostni faktor, ki je pa še ena stvar, ki je zelo pomembna. a ne. Ameriški trgi bojo vedno imeli inštitucije, ki bojo igrale na tem trgu in bojo prihajale nazaj. V Sloveniji se menja struktura trga, udeležencem na trgu in doskrat pride ta, ko bi rekel, prebivalstvo v poznem valu gor, se upeče in gre dol in potem ne pride nazaj. Domače inštitucije ne kupujejo, niso več neto kupci delnic, pa tudi hrvaški pokojninski skladi so že fajn naložili. Tako da jaz ne vem, kdo bo tretja skupina, ker če se tole obrne, ki bo kupovala te delnice. Zdaj, Andraž, zdaj govoriš Amerika, kripto, zdaj smo spet nazaj v Sloveniji. Ja, kaj govorim? Govorim o strukturi trga. Mora biti kvaliteten, pa drugače bom rekel, razviti trgi, kvalitetni trgi, super borze se bojo hitreje odbile, ker vsi hočejo biti na tistem plesišču. Ni to plesišče, ne vem, odbojkarskega kluba v, ne vem, Zgornjem Kašlju, ki bo prazen. Ne? To je razlika. Zdaj, ko govoriš o strukturi trga in ko omenjaš praktično vse regije, imamo tudi vprašanje tukaj, samo sekundo. Evo, lahko komentirate emerging market, se pravi trge v razvoju, in tukaj je prav izpostavil ex-China, se pravi, da izključimo China. Pa mogoče zakaj Kitajsko izključujemo in recimo kako gledaš ti na trge v razvoju? Jaz mislim, da so vse stave, ki izključujejo največja gospodarstva, zelo tvegane. Tako da to bi prvo stvar, kar rekel. Pač, Kitajci imajo svoj vrsten način, ampak ta trg se lahko tudi odpre svetu in lahko pridobi svojo veljavo. Razumem, da imajo svoje probleme, razumem, da imajo tam komunizem, da imajo komunistično partijo, ki fura stvari. Absolutno. Drugače, trgi v razvoju so mi zanimivi, je pa res, da nekateri so se pa tudi že tako, je treba tudi vsem malo z rezervo imeti, določene stvari, ker so tudi v tem AI boomu se kakšni mal poskočili. Ampak ja, načeloma so mi všeč. Mogoče z nekim širokim, recimo azijski trgi v razvoju, dobro, če vzamemo ven Kitajsko, nam bo ostalo bolj Indija kot nek glaven faktor. Indija mogoče je malo cenejša, ni pa toliko poceni trg, ampak ima pa ogromen potencial. Tako da meni na dolgi rok strateško niso tako všeč stave na zelo ozko število trgov, raje malo razporedimo. In zdaj, če pogledamo trge v razvoju, večinoma so to Indija, Kitajska, Brazilija, zdaj v bistvu posebej Rusija, itak, rekel, marginalno ratala in je ni več, praktično v teh enačbah noter, pa prihajajo drugi trgi, ki so pa bistveno manjši. Koreja je graduatala, v bistvu že na razvite trge, Hynix je zdaj prišel na trg, je del AI booma, Japonci slavijo tudi, koliko so fajn jim AI dela pri njihovih zgodbah. Tako da, ampak definitivno je diskont na trgih v razvoju. Zdaj, vprašanje je, kako to igrati. Eni rečejo, v redu, bom igral tako, da bom 2 ETF-a, pa bom tam pač bolj obtežil trge v razvoju, recimo pa bom prepustil trgu, da tržni momentum selitev kapitala, to je uteži na trgu teh trgov, odločajo o mojih utežeh. Nisem pa prepričan, če bi jaz izključil Kitajsko kot tako ven, v bistvu. Mislim, tudi spet vprašanje, kako gledaš na to, ker te kitajska kapitalizacija je tudi malo razsekana, pa na različnih trgih kotirajo različni inštrumenti. In tudi recimo, če na Alibabo pogledaš, tam to je tak diskont na karkoli na zahodu, ne vem. Bi se vprašal, bi res vrgel ven to. Indija pa pač ima potencial, samo mečke ne moramo paziti, ker lahko hitro tudi to overshoota. Tako kle pri Indiji, iskreno povem, nisem zelo toliko opazoval v zadnjih 6 mesecev, ki smo na timingu tam, kaj se dogaja, lahko malo na brzino. Mogoče, glede na to, da pač vsa ta gospodarstva so tudi vključena v FTSE All Countries, All World ETF-ih oziroma indeksih, tukaj sam da na hitrco pogledava, kolikšen delež predstavljajo
Kitajska 2,5%, Indija 1,3%, mogoče se bo Južna Koreja 2,8%, Tajvan 3%, a ne, mogoče se bojo ta razmerja potem v prihodnje tudi spreminjala, tako kot si ti rekel, a ne. Ja, mogoče je zanimivo, da vsem zdaj vidim, res nisem toliko Indije spremljal, ampak vidim, da se je Sensex kar pokonsolidiral v zadnjem obdobju, tako da se je malo ohladil. Mogoče je lahko zanimiv kot nakup, a ne, da se nekaj Indije doda, kar v smislu teh trgov v razvoju. No. Tako da je nekaj, kar bi bilo malo več domače naloge za narediti. No. Tako da ne bom tako izključujoč, ampak Kitajsko moraš spremljati. Kitajska je tako pomemben faktor globalnega gospodarstva, ja. da neka dolgoročna lokacija brez razumevanja tega, zdaj lahko si toliko pesimist, da jo vržeš ven. Razumem, mogoče poslušalec misli, da tam ni naložbenih priložnosti, pa bi mogoče to vključil kasneje, ampak na dolgi rok bo neizogibno moglo biti tukaj neko. Na dolgi rok moraš sprejeti težo približevanja teh trgov nekemu standardu, ker če ne boš mogoče mogel na ameriškem trgu ustati. Kaj pa, če bo svet totalno bipolaren, pa se bo ta bipolarnost še povečevala? Pa bojo, ne vem, rekel, sistem, kot delujejo današnji trgi, izoliran sam za zahodne trge, pa trgi v razvoju tega sploh ne bojo omogočali. Ne vem, to je veliko vprašanj, no, iskreno povedano. Tako da optimisti pravijo sicer, da ne bi se te velike sile probale nekako kohabitirati in izogibati konfliktom, kar bi mogli pomeniti tudi, da bi te trgi nekako vseeno mogli pridobivati veljavo v prihodnosti. A greva mogoče nazaj spet v Ameriko, konec julija poročajo veliki blue chipi, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet. Zdaj omenil si dividendne mašine in kaj točno ti moraš slišati ali pa videti v teh poročilih, da boš rekel, mašina še dela. In kaj bi bil zate, ne vem, mogoče rdeči alarm? Se moramo vedeti, da mašine delajo, zato pa je FEMO, zato pa je Fabulous Earnings Momentum. Samo obstaja tako, bom dal primer. Zdaj imamo košarkarsko prvenstvo mladih do 20 let in smo vsi navdušeni nad slovensko reprezentanco. In vsakeč, ko bo boljši igrala in bolj bi igrala, bomo imeli višje pričakovanja. Verjetno, ne vem, zdaj smo že na tem, da že skoraj eni pričakujejo, da bo prvenstvo dobili, čeprav mogoče na začetku tega niso pričakovali. In nekaj takega je v bistvu tako in zdaj, ko reprezentanca dosega in mogoče celo preseže na kakšni tekmi svoje mogoče lastne pričakovane omejitve, isto se z delnicami dogaja. Imajo enostavno neko obdobje, ko v bistvu je ta performance, ki ga imajo, dobički, ki jih dostavijo, nad tem, kar lahko delajo. Zato so pričakovanja zelo, zelo, zelo visoka in se dvigujejo. In težava tega je, da v bistvu, ko so enkrat na zgornjem nivoju, je težko še dvigovati to letvico naprej in še porivati više in više. To predvsem jaz gledam, kakšen bo reakcija trg na dobičke, ki bodo presegli pričakovanja in kako se bojo tečaji oblikovali, čeprav bojo presegli pričakovanja. Ker če bo reakcija, da bojo neke prodaje, to pomeni, da vsi tisti smart money v ozadju čaka, da firme presežejo in v trg distribuira delnice, ker jih je strah going forward, ker želijo zmanjševati pozicije. To v bistvu spremljam, recimo. In to se je dostikrat dogajalo, ker so se vsi praskali, pa vidimo od kakšnih ljudi objave na LinkedInu, kako je to možno, Nvidia je presegla, delnica je pa dol. Kako je to možno? Morala bi biti gor po vsej teoriji. Sem jaz prav videla, da je Apple po tržni kapitalizaciji prehitel Nvidio, zdaj, ko omenjaš to. Ne vem, mislim, da sem to danes nekje videla, iskreno slišala. bom rekel, Ne vemo, ti ta čas poglej, jaz bom pa pogledala. Na brzino. Lahko tudi, da je 4,9 triljon je Apple, koliko pa je Nvidia. Hočeš reči, da je svet spet normalen, ali kaj? Ne vem, nič ne Ne odločam. vem, ker to včasih ni bilo normalno stanje, da bi bila Nvidia. Ne, ni. Ni. V tem trenutku ne, zdaj ne vem, mogoče bilo na... Koliko pa je Nvidia tržna kapitalizacija, če že gledaš? 5. Aha, Ta je 5, pa koliko je pa Apple? 4,92. Aha, mogoče pa je bil za kratek čas, pa je pol ne prišlo. vem. Skratka, sta si zelo blizu. Deva mogoče pogledati, če te Ali pa imajo kakšne delnice, da jaz nimam klenih IPO-ji, ki so bili SpaceX, smo videli,
IPO, frenzy, kako se reče, panika, hektika, Norost, vsi malo, norost, ja, evforija, ja. 150, Norija. 150, zdaj delnica pač upada, a ne, Juhu, kje, 15, tudi mislim, da je 14% tudi, dol v koliko? 5 dneh, 14 v 14. 5 dneh. Blaž je tudi rekel, da čez pol leta, ko bodo v bistvu lahko unovčevali vsi tisti, ki so v IPO-ju dobili delnice, da bo to en velika poplava teh delnic na trgu in seveda ponudba povpraševanje, tukaj je jasno, kaj se potem zgodi. Kako pa ti gledaš recimo na to vročo zgodbo SpaceX? Ani fajn, ne. Meni je pa tako fajn spremljati ta SpaceX, res iskreno povedano. Pa mislim, da je ful veliko hejterjev v končni fazi, na nek način, ne. A Pa takrat, ko je bil IPO, ni bilo veliko hejterjev? Bilo je veliko ful jih je bilo. A da jih je V bilo? smislu z value campa, ki so rekli, to je 3-krat, To ja, 4-krat to ja. precenjena delnica. To je res, ja. Pol smo v norveški sovereign fund, ki je govoril, vreden je, ne vem, bilo je $100 ali koliko so imeli oni svoje pošteno. Asfalt Damodaran je šel gor in računal tam neki za 30 let naprej, koliko je to vreden. Mislim, to je Elon Musk, to je čist prefuknen človek. To je človek, ki bo vsi se vtikajo, kako bogat je ta človek, v bistvu je pa to kreven na nek način. Pa bom samo razložil, ne? Ker vsa ta tržna kapitalizacija, on je toliko nor, da če bi jo lahko zastavil, pa bi bila banka, ki bi mu to denarja posodila, da bi verjetno investiral v neke rakete, pa neki totalno norga in bi bil pripravljen ves ta denar zgubiti, samo zato, da bo naredil nekaj, kar ne vem, se v njegovi nori glavi plete. Ne? 3/4 folka se pa ukvarja s tem, joj, kakšno odgovornost je on, kaj on dela, kot najbogatejši. Tako zanimivo mi spremljati to. Ne? Ampak, če gledam zdaj nazaj delnico SpaceX-a, je to, ne. Jaz mislim, da bo to SpaceX bo postal del tega nekega Muskovega imperija. Mislim, da se čaka tudi nek merge skupaj z Tesla v končni fazi in to bo nek konglomerat. Ampak jaz bi rekel na koncu, če danes Tesla predstavlja neko vrsto ekskluzivnost, ko govorimo o določenih končnih trgih, ki bodo postajali v prihodnosti, torej vesoljska potovanja, infrastruktura v vesolju za komunikacijo in to vrstne stvari, ki hitro tudi rastejo, je skoraj unikaten, kar se tiče iz tega, kaj ti lahko sploh kupaš na trgu, zato da bi nekega liderja na tem področju lahko držal. In na eni točki taka delnica bo postala zelo atraktivna. Jaz se v tem trenutku gledam malo tako z stališča tveganega kapitala, kot en ogromen startup, ki sicer tako, ne tipično, da je startup tako ogromen, kot je, ampak v resnici je na začetku te poti nekega vesoljske ere. Zdaj, tukaj je zelo veliko različnih mnenj, koliko je to lahko vreden sploh. Tisti, ki gleda na par let, ne bo videl benga value, ki je rekel, kaj so to za eni dobički, mogoče bojo rastli prihodki. Mogoče bojo rastli hitreje. Tako da jaz mislim, da na eni točki bo tukaj zanimiva vstopna točka, tudi če ne drugega za trgovanje. In verjetno proti $100 je ena taka psihološka meja, ki se v folk začel malo špekulirati. Bo pa malo odvisen od splošnega trga. To je tudi dejstvo, pa izjemno pomemben bo pa to, kar je pa Blaž rekel. Kakšen dostop kakšna bo ponudba teh delnic na trgu in tudi kakšno bo potreba SpaceX-a po financiranju, ker temu lock-inu, ki ga je on omenil, ki se sprosti, se bojo dodali tudi potrebe po dokapitalizacijah SpaceX-a ali pa zadolževanju za, ne vem, ali podatkovne centre ali pa za neke vesoljske podvige, ki se jim grejo. Tako da, to je pa treba vedeti. Tako da, vrednost je lahko zelo velika na dolgi rok, ampak vmes je pa igra res povpraševanja in ponudbe. In ponudba zgleda, da je zelo malo, ima the upper hand, se temu reče. To smo videli tudi pri Tesli, je bila dosti podobna zgodba. Ja. A lahko mogoče še, da ne bo predolgo, Andraž, sva že 1 uro. OpenAI naj bi predstavil IPO v leto 2027, čeprav naj bi že draft pač dal na Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Zdaj, ko največje pač ime, AI ime, raje čaka v bistvu, kot pa da testira trg, kaj ti to pravzaprav pove o vrednotenjih? To mi pove, da je OpenAI zamudil okno za IPO, ker ga je v bistvu, sta ga zrinila ven, mislim, predstavo sta mu pokvarila SpaceX pa Google, ki je usporedno še 100 milijard zbral na marketu. In to je težava in zdaj hkrati pa tudi se prihajajo ven tudi razne zgodbe, ki niso tako lepe za OpenAI. Pred kratkim se je sprožila neka tožba Appla
proti OpenAI-ju za potencialno zlorabo intelektualne lastnine oziroma krajo intelektualne Mislim, da je bilo lastnine. to danes. A je bilo to danes Ja, objavljeno? že nekaj časa nazaj, kakšen teden se jaz spomnim tega. Ne vem, mogoče je kaj novega v zvezi s tem Mogoče. vam prišlo, ampak tukaj se vidi, kako pomembni postajajo podatki, ki se delijo. In ta v bistvu, dali so nam nek oken v svet s temi chatboti, mi pa kar noter zlivamo vse malo manj, da ne od naših davčnih številk, pa številk računov, pa PIN kod, zdaj se malo hecam, ampak verjetno ni dosti daleč stran od resničnosti. A ne? In kje in kako se to dela, bo postajalo zmeraj bolj pomembno, torej kako kontrolirate AI. In zdi se, da ta OpenAI vprašanje, ali je zrel za IPO, to so pravna vprašanja, ki jih morajo dati čez. In to absolutno ni dobro, da je en večji klient sprošen legal litigation tik pred IPO-jem. Mogoče je bilo načrtovano, tudi kaj pa veš. Ja, To je kako je to igra, načrtno, je zelo dobro vprašanje. To so zdaj pa pol že malo teorije zarote. Ravno sem dobila notification Yahoo Finance, 60% upad z vrha, Oracle stock crash looks embarrassing for a billionaire founder Larry Ellison. Skratka. Okay. Zdaj pa eno ful dobro vprašanje je postavil Simon, ga bom delila. In sicer pogosto gledam CNBC, ker se pojavljajo medvedi, kot so Grantham. On je bil tudi na podcastu Dadarjeva CEO, ki napoveduje celo 70% padec, podobno Bari. Biki, kot so Tommy Lee, ki pravi, da bo S&P 500 na 8000, vsi gledajo iste podatke, ampak vsak vidi čisto neko drugo zgodbo. Mogoče, če lahko komentiraš, biki, medvedi, zakaj tako različno vidijo? Zato, ker imajo lahko oboji prav v različnem časovnem intervalu. V bistvu. Če je krivulja taka, da S&P malo še overshoota, bomo li prav na 1 leto, Bari narobe, Grantham narobe, čez 3 leta bo pa indeks šel dol, takrat se jo pa itak vsi strinjali, samo vmes Lija Navjo več dejali na TV, ampak bo sam še Bari, pa Granthama, ki sta bila taka carja. Tako da v bistvu jaz bi rekel, da moramo razumeti tudi kakšna je filozofija teh ljudi. Lee je bolj taktični alokator, nek strateg, bolj gleda, kje smo zdaj, pa mogoče 24 mesecev, Grantham pa gleda tako skozi, ko smo imeli to debato, ciklično prilagojeni price to earnings, torej CAPE za S&P, ki je prej poslušalec spraševal. To so pa pač ljudje, ki bolj so value investorji in gledajo na dolgi rok. In tudi Burry je. Čeprav Burry skozi neki hedge, on gleda tudi relativna gibanja. Recimo, on bi shortal Oracle, pa šel long Microsoft, recimo, ker je Oracle najslabša banka, Microsoft pa najboljša, ali pa Google najboljša, recimo, če se je dokapitalizirala. Dobro, sem tudi en komentar vezano prav na Grantham, kako se izgovori? Grantham. Ker je povedal, da pač to sell everything, crash is coming, je bil seveda vzet iz konteksta za voljo clickbaita. Je pa eden od redkih, ki je leta 2007 pravilno napovedal krizo, ki se je zgodila naslednje leto. Čeprav si omenila, da je ni nihče napovedal. Mislim, da Bari je napovedoval kar nekaj časa, a ne, Grantham je pa tudi v bistvu očitno napovedal. Ampak Andraž, ti si večkrat mi povedal, da je napovedal, Grantham je napovedal večkrat crash, pa se potem tudi ni zgodil, ker on je rekel, prodajte vse v Ameriki in pejte v naložbe ex-US, ne ex-China. To tudi jaz ne vem čistočen, kaj bi si mislil. Mislim, tukaj sta zdaj dve vprašanji. Ja, Jeremy je že v preteklosti doskrat bil del takih prispevkov, ki so bili prodajte zdaj vse, the crash is coming, the imminent crash. Na YouTubeu je bilo, ne vem, mogoče 2 ali 3 leta nazaj, ki je tudi bil popravek pol, je bil pogosto tam. Sam ni bil, ta popravek pol ni bil tako globok. Moramo se zavedati, da vsem, če dobički vztrajajo, je popravek 30-40% lahko dovolj zanimiv, da bo dovolj denarja prišlo nazaj. To je malo odvisno od tega, kva Fed tudi počne, kje so obrestne mere. Kaj z inflacijo? Danes nič nisva govorila o inflaciji, ampak recimo konkretno, ravno te pritiski v AI, to unhinged, torej ne brzdano investiranje v AI infrastrukturo je povzročalo, da so se zdaj spominski mediji in druge stvari
ki so povezane s tem, podražile. To pomeni vse consumer electronics, vse, kar se tudi uporablja, računalniki, druge stvari, so v bistvu dražje, ker je en del teh kapacitet preveč zasedenih zaradi visoko zmogljivostnih spominskih medijev za AI. Ne? In to vse pritiska na inflacijo. Kaj, če bo inflacija višja, kot mislimo, in bo Fed mogel dvigovati obrestne mere? To lahko AI lahko samega sebe pokoplje skozi inflacijsko okno na nek način. Ne? Zdaj pa ful dobro vprašanje od Metke. Za koga izmed AI kaže, da bi lahko bil Lehman? Poglej svojo kristalno kuglo in napovej. Kakšno vprašanje. Ful dobro. Kaj pa ChatGPT prav, oziroma bom Gemini vprašala? Čakaj, lahko mal... Claude bomo vprašala, da vidim, kaj on misli. Jaz mislim, da najbližje je Oracle, kar se tega tiče. Zato, ker je dovolj velik legacy ima. Nihče, če to, da en reče, Oracle bo šel down, je tako. A ta cash cow, ki ima toliko unih pogodb, ki v bistvu, morate razumeti, ne, v tem cloudu ima Oracle poseben status, ne, in ima tudi posebno nišo s tem databases in določenim softverom, in to je tako. Volk, če gre to dol, če je denial of service, to ne moreš switchati z Oracle. To je taka pizdarija, če to nekaj zgine, pa gre. To ni hec, no, res. To je tako, kar elektrike zmanjka, ali pa, ne vem, kaj veš, interneta ni. Pa tako kar niga. Kam pa preklopim? Ja, ne moreš. Ni, ne. Torej, te, ki so se in zakaj, ker je dost velik. So pa kakšni drugi, ki bi lahko prej pač šli, ker recimo Bear Stearns ni bila tako velika banka, je fejs zatresla, ne. Lehman je bil pa res dogodek, kaj je bila zgodba? Vsi so ga podcenjevali in so rekli, pa naj gre, ne. Pa naj gre v bankruptcy, in tudi vsi drugi so rekli, veš kva, Larry, ti si en dickhead, ti si unka, veš, imaš še zmeraj 51% firme, pa klele si se sam toliko zadolžil, ne bomo mi tebe rešvali, klin ste gleda, ker pa id propadi, pa bomo mi z diskontom tvoj imperij kupili, ne. Nek tak, to jih kar vidim, to si jih kar predstavljam, da bo Wall Street kaj takega naumil. Ne? Če bi šli zdaj do ekstremov, zdaj mi kle doktor Roman malo pišemo, da ne bo pomoten, prosim, ne me preveč resni imati, klele, da jaz tole napovedujem, ampak dejstvo je, da najbolj ranljiv, v bistvu trenutno ta credit default swap je, torej nadolg strani teh hyperscalerjev, ki investirajo v AI infrastrukturo, je Oracle. Tam je. Bom pa tako rekel, je pa cela serija lastnikov podatkovnih centrov, ki imajo v tem trenutku težave, to pa vem iz prve roke, iz ljudmi, ki se ukvarjajo z zakupom računalniške zmogljivosti ali računske zmogljivosti, ako že po slovensk, v glavnem, ker ne morejo dolgoročno oddati podatkovnih centrov in to je težav in ne morejo servisirati dolga. Predstavljajte si, da ne bi vedeli, ali bi bil v stanovanje, ki ste ga na kredit v bistvu kupili, jutri lahko oddan, pa za koliko časa pa mogoče ne bi bil oddan. Ne? Tako pri manjših podatkovnih centrih izgleda. Zelo redki imajo dolgoročne pogodbe in tudi te se lahko skenslajo, iskreno povedano. Ok, greva na hitrco sam pogledati, kaj nam je odgovoril Claude in kaj nam je odgovoril Gemini. Claude pravi OpenAI kot očitni kandidat, a ne, pravi, da povzetek bi bil OpenAI kandidat za Bear Stearns ali celo za sprožilec, ni pa nujno Lehman. Ne, jaz se strinjam, OpenAI je, če gremo nazaj. Napovedovanje, kdo bo Lehman, je bilo tudi leta 2007 večinoma zgrešeno, skoraj nihče ni stavil na Lehmana, medtem ko Gemini pravi, verjetno ne bi bilo samo eno podjetje, temveč Nvidia oziroma natečneje padec povpraševanja po njihovih čipih, torej, če tehnološki giganti Meta, Microsoft, Google ugotovijo, da so skratka, to je tono. Ne, ampak rabimo banke, Nvidia ni banka, Nvidia dela robo, Nvidia dela krampe, po domač povedano, v zlati mrzalci. Oracle pa že vnaprej krampe na zakup prodaja in kupuje skladišča za krampe, malo manj, da ne železnico gradi za krampe, že prav zakupuje del rudnikov, a ne, morate razumeti, ne. Evo, moj guess je dobro, je OpenAI, sprožilec, Bear Stearns, Lehman, Oracle, evo, če že hočete. Evo, klukca, gremo dalje. To bomo
To bom vse prepisala, bom naredila transkripcijo, da se boste lahko tudi v miru Dajmo, prebrali. da se bomo lahko smejali čez 10 let, Zdaj karkoli pa pač že bo. ostajava še vedno pri Ali pa ne, metki, čez 3 leta. Ja. Metka, kdaj oziroma kako oceniti, da je čas delnico, s katero imaš izgubo, prodati in raje naložiti v ETF? Kdaj prodati izgubarsko delnico? Kdaj prodati? Sej po moje veš, kdaj si falil, ne? To je ta prva stvar, vprašanje je sploh, zakaj si jo kupil, če ni izpolnila cilja, si jo falil. Če se neki, tako, ko veš, da si neki falil, moraš se ustaviti, narediti analizo in reči, ok, kaj so scenariji, ki se lahko zgodijo od te točke naprej. Ali mogoče obstaja kakšen nihaj, ki me lahko neki da nazaj, ker pač delnica pač tako niha in je mogoče zdaj malo pod preprodana ali pa nekaj takega, ne. Sicer pa v bistvu, če pa ne veš, kaj bi s tem, pa rečeš, lej, uporabi to, prodaj danes, pobotaj kakšen mogoče dobiček, ki ga imaš, zato da boš pač to lahko izkoristil, pa se sfokusiraj na prihodnost, pa na stvari, ki v bistvu bojo center tvojega portfelja, no, bom tako rekel. Ponavadi je ki se folk sprašuje, kdaj prodati delnico, je pomeni, da je šla predelač. Da je čas že minil. Ker če jo tradaš, rabaš neke vrste reči, tukaj je stop loss, klejam prodal, če ni naredila to, kar sem mislil, in pač grem ven. Ne? Sama veš, ti tako, ko si tam noter, pa gledaš, pa mogoče boš pa nazaj gora, ne, pa kar nekako oklevaš, ne. Ampak to, kar si rekel, je dober point, pobotaš, se pravi, izgubo in dobiček pobotaš in v bistvu davčno optimiziraš. Mislim, Jaz sem tudi kar nekaj delnic prodala. Bom tako rekel, pri long term capital managementu, če ti taktično želiš optimirati neke rebalancinge, ne, se moraš začeti zanašati bolj na taktične indikatorje, kje je ta tečaj delnice, ali je preprodan, ali je bil zelo prodajni pritisk, ali so faktorji, kot so, ne vem, razni oscilatorji, relative strength indeksi, MACD, koliko daleč je od drsečih povprečij, vse to se pač gleda. Dejstvo je, da se to gleda se te vzorce in na kratek rok, če je bilo nekaj preprodan, so jo lahko pošortali in bojo mogli zapirati šorte in bojo malo gor popravili 10-15% in takrat ti vržeš ven. Samo, če pa ni nekih očitnih kazalcev tega, pol pa si nimaš kaj. Ta najhujše pa unka je, jaz rečem, ne vem, planica. Slup, pa dol. Konc. Ko zekle. Čakal, da se je pobrala. Ni una, nekaj ene so tako, pa malo skočijo, pa saj imaš neka volatilnost. Torej, pri prodaji je treba upoštevati osnovno volatilnost delnice. Ali ima ta delnica značilnost, da niha tudi 10-20% in ali so taki nihaji bili in ali so možni, ker če niso, pol pač niso. Pol ne bo bounce nazaj, ne? Oziroma bo težko. Pa boš čakal 8 let. Razen če je nek faktor, ki pa ne vem, ga jaz ne poznam, vsebinski, fundamentalni, se nekaj spremeni, ne vem, ima firma neko stranko, ki jo lahko dobi jutri, pa ne vem, je svet čist drugačen, ali pa bo zdravilo potrjeno, ker ni bilo, pa bo svet čist drugačen. Ne vem, to so pa drugi faktorji, ne? To pa težko zdaj je fundamentalno. Ok, greva pogledati še eno vprašanje, ki smo ga dobili, če kaj spremljamo zlato. Zlato je zdaj trenutno $4,000 za trojansko unčo. Na rekordu je bila pa cena zlata, zdaj se ne spomnim, okrog 4,500, nekaj takega, ne? A ni bilo blizu 5? 5,5. Tlele gledam, upam, da gledam ta prav graf, ker sem ga za nekaj klikal na 5,400, 5,5, nekaj takega. Ja, 5. Se pravi, to je tudi kar tak, lepa korekcija tudi na zlatu. Marsikdo se sprašuje, a je zdaj prava vstopna točka, ko po teh pocenitvah. To je seveda treba tudi upoštevati valuto, verjetno dolar. Zlato je pač overshootal. Going in v 2025 je pač overshootal čez. Pol je prišla ta zgodba z iranskim spopadom. In v bistvu težava, ki je tukaj bila, je bilo, da to imeli inflacijski šok. In v inflacijskem šoku pomeni, da centralne banke ratajo previdne in da v bistvu začnejo dvigovati, ali pa bi se generalno obrestne mere začnejo dvigovati. In kasneje se je izkazalo, da so se toliko dvigali, da danes imamo celo neke vrste realne obrestne mere, ki so pozitivne. In to pa ni okolje, ki je za zlato najbolj pisano.
pa se pa še AI boom vmes zgodil. A ne. In v bistvu se ni, a ne, kad je zlato zgleda najboljše takrat, ko so delnice najslabše, ne, in se ta zgodba kataklizme na equity trgih, na delniških trgih ni zgodila z Iranom, ne, in smo šli kar lepo gor in potem je bilo relativno malo, oziroma tako, potem je bilo smiselno rebalansirati pozicijo v zlatu, porezati to in iti malo bolj nazaj k povprečjem. Pa mislim, da še ena zgodba je bila to, da so zloto kupovale neke države, ki so stavile proti revaluaciji dolarja in Ja. tudi ta se ni do te mere zgodila, Pa ker je centralne dolarske banke. obrestne mere so zrasle in se je to majčkeno ustavilo. Tako da Glih bomo danes, videli. danes sem bila na pijači z eno kolegico in je rekla, ko je sestra rodila, da je mama dala sestri denar za to, da bo kupila zlato. Tako da očitno Slovenci še vedno želijo kupovati zlato. Mislim, mogoče je tudi zanimivo za tiste, ki ga bojo držali, ne vem, na dolgi rok. A zlato se drži na dolgi rok, Andraž. Pa koliko procentov po portfelju ne predstavlja. Ponavadi smo rekli 50%, ampak jaz mislim, da te procenti 50, ne vem, če to ljudje glih tako kalkulirajo, kakor mi govorimo, a veš. Zlato je zelo, zelo triki, ker je bistveno bolj volatilno, kot ljudje pričakujejo na dolgi rok. Ima cikle, ki dela 10 let, pa ima pa cikle, ki ne dela spet 6 let, in ti kam odpadeš v eno tako luknjo noter, a ne. Zdaj se moraš pa vprašati, kaj pa kako. Načeloma, po moje, bom tako rekel, če bi se dejansko ta zlom začel dogajati, a ne, pa bi zlato lahko spet predstavljal bi podporo dobil. Zakaj? Ker ko se zlom, če bi mu Jeremy Grantham prav, vsaj delno, bi zlato pač v neki košarici, v all-weather portfelju, v vsevремenskem portfelju, lahko predstavljal neko varovalko noter iz dveh razlogov. Ker če se v ekonomijo obrnila navzdol, inflacija ne bo več problem, centralne banke bodo spustile obrestne mere, verjetno bi lahko prihajali, če bo res naša zgodba IT bančne krize, v narekovajih bančne, ne, torej govorili smo kva že OpenAI, Bear Stearns pa Oracle, Lehman Brothers, a ne, v tem primeru bojo centralne banke kupovale in likvidnost mogle inicirati na trg masovno, in to pa bo za trg lahko pozitivno. Je pa res, da še vedno konkurira, v tem trenutku dejansko konkurirajo državne obveznice malo zlatu, ker bo pa mogla Fed kupovati pol na dolgem koncu krivulje bo in likvidnost inicirala tako, da bo kupovala dolgoročne državne obveznice. Te so pa zdaj kar zanimive, ker če jih imate napeti neki in jih Fed začne kupovati čez 3 leta in jih spravne ne 2, boste zaslužili tako, da boste kar lepo zgledali. Kar pomladilce boste. O obveznicah bi mogla res narediti eno malo bolj poglobljeno delavnico. Trenutno 10-letna ameriška obveznica zahtevana donosnost je 4,5%. Ja, tukaj je zanimivo ampak moram eno vprašanje. stvar povedati. Ja. Taktično se dolge pol igrajo, še daljše, 30-ke, ker so bolj občutljive na spremembo obrestne mere. A ne. Daljša je čas do dospelosti, a ne, oziroma je ta trajnost, duration, zapadlost, bolj je občutljiva cena. Kaj to pomeni? Da bo za malo razliko v obrestni meri se cena obveznice močno spremenila. Ne? In pa ene 30-ki se lahko, če se 0,5% spremeni, gre ta cena gor, Se pravi, konkretno trenutno 15% lahko. 30-letna je pa 5%. A ne? Točno to. Mogoče Kupon pa dobiš, ne? glede na to, ja, kupon pa dobiš, ne, 5%, to je kar stimulativno. Glede na to, da imamo 4,5-5% na ameriški obveznici, praktično, verjetno si predstavljam brez tveganja, koliko premije mora delniški trg, zakaj tvegati? Trenutno je v resnici premija, če bi gledal čisto iz večkratnika dobička, negativna. A ne? Zakaj? Ker imamo, ne vem, trg na 30-kratniku, ne vem, dajmo normalizirati dobiček, še to, no. 40-kratniku normaliziranega dobička, torej to je nekaj 2,5%, a ne, je to, če obrnemo dobiček in ga dobiček delimo z tečajem. Ne, to je obrnemo PE na glavo. Ni PE, ampak je E deljeno s P. A ne? Torej, kaj mora biti za to, da to lahko zdrži rast? Če ni rasti, ker se rast se lahko, zdaj pa scenarije, rast se lahko upočasni, lahko se hitro upočasni, lahko pade na zelo nizko
lahko je nula, lahko je pa negativna. Če Jep. gre to v minus, če dobički gre v minus, to noben ne pričakuje recesije. Če gre v minus, pol so bondi ful super atraktivna naložba, ne? Recimo. Delnice so pa predrage. A ne? Zelo, zelo enostavno, zato ker dobivate 5%, pa ne bojo padle, še zrasle bojo, ker bojo obrestne mere šle dol. Ne? Se lahko na delnici Krke razložim, pa bo zelo enostavno. Ja. Če bo AI bubble vplival na dolg ameriški? Se že vpliva. Vpliva v bistvu v tem trenutku na nek način, bom tako rekel, dvojen učinek je. No. Na eni strani dviguje BDP in je to vir rasti BDP-ja, ker ima mrežne učinke in zaradi tega je celo dolg v BDP-ju nižji ali pa rast ameriškega gospodarstva tako visoka, da eni pravijo, sej čisto vse, če imajo 100% dolga, lejte, koliko je to ameriško gospodarstvo raste, samo oni lahko to rastejo. Ne? Na drugi strani, ker se mal pregreva zaradi tega inflacija, so pa tudi više obrestne mere na dolar, na nek način ta okolje izjemno ustreza ameriškemu gospodarstvu. A ne? V ameriškem gospodarstvu tudi ta zgodba, zdaj pa kar vsi ušli ven iz ameriškega dolga, so se ful zmanjšali nakupi tujih subjektov, v bistvu ameriških državnih vrednostnih papirjev, ne, v resnici. Tako da Američani so kar fajn bazo spucali svojih investorjev, iskreno povedano, ampak cena za to je bila ravno to, 4,5, 10-letna obrestna mera, 5,2, 30-letna obrestna mera, tako da Američani so tako pač vidi se, da se je kapital že malo defenzivno prestavil, taktično, iskreno povedano. Ne? Tako da, oziroma vse je nastavljeno na to, ko bo kriza, da bojo ameriške obveznice izgledale kot izjemno atraktivna oblika naložbe. Okay, ker bodo rasli tečaji njihovi in še kupone si lahko zaklenil danes, medtem ko bojo drugi asset classi padali. Jaz mislim, da največji problem pri obveznicah je, vsaj tako, kot se jaz pogovarjam z ljudmi, začetniki, investitorji, ki želijo razpršiti tveganje, da ne znajo kupiti obveznice. Tako da moramo nekaj narediti na to temo in to sem že večkrat napovedala, pa skozi se prestavlja, ker je zelo zanimiva stvar. Ne. Pa mislim, da tudi z raznimi temi brokerji, kot je Trade Republic, Revolut, na 26 nisem prepričana, kako je z obveznicami, ampak zelo so poenostavili kupovanje obveznic, medtem ko je na Interactive Brokers zna biti kar malce kompleksno, sploh za začetnike, ampak lahko predstavimo na vseh platformah. Mogoče samo nekaj ena stvar, ne, za vse tiste, ki poslušate, upišite v Google Note The Fed Valuation Model. Fed Valuation Model je, da vzameš 10-letno državno obveznico, a ne, donosnost te in jo obrneš okrog, torej in postane iz E deljeno s PE in primerja z PEM trga. Jaz ti govorim o aktu nakupa obveznice. Tako da, razumem. Bomo pogledali tudi to, ampak če ne znaš kupiti, imaš problem, tudi če gledaš vse to, kar ti zdaj govoriš. Iskreno povedano, to je še zmeraj kar malo zakomplicirana stvar preveč, so pa določeni to tako poenostavili, da so izolirali na par klikov in je... To je tako, no. Odvisen, kje to kupuješ. Kje kupuješ, so pa zelo poenostavili. Metka se zahvaljuje, skranti sta me do solz nasmejala. Evo, vidiš, Andraž, zdaj si še imel moment humorja v tem današnjem pogovoru, ki traja že kar dolg. Greva pogledati... Jaz sem se šele ogrel. Jaz se vem, da si se, a ne se glih, mene pa malo hrbet boli. Skratka, tlele je tudi vprašanje, če uporabljamo tehnično analizo pri nakupu delnic, kako pomembno je, da začetniki poznajo osnove. Tukaj bi pa rada sam povedala, Andraž, ne se poglabljati v tehnično analizo. Midva z Matejem Šimnicem sva naredila poglobljen tutorial, kako uporabljati tehnično analizo. Mislim, da je več kot 1 uro govoril samo o tehnični analizi in o vseh možnih teh kazalnikih, ki jih je recimo on izpostavil in pa so primerni za to, da spremljaš, kaj se dogaja na trgu. No, povej, kaj vidim, da te šul. Osnove je fajn poznati. Osnove so zelo enostavne, ni treba iti v ful tehnične kazalce. Osnove so povprečja, 200-dnevno drsečo povprečje, 50-dnevno drsečo povprečje, 20-dnevno. Zdaj, zakaj? Ker ima trg približno 200 trgovalnih dni in to je nek povprečje leta, ki se premika skozi čas, kaže na trend.
Če so tečaji nad tem trendom, je trg mal pregret, če je pod, je lahko priložnost, seveda, če je trend vztraja. Tehnična analiza meri neke vrste trend in odklone od trenda, in pol ti ostali kazalci so bolj sofistikacija, koliko blizu pa daleč smo od tega trenda. Pa še ena stvar je te ravni. Pomembno so, se vidi, tam, kjer je nek vrh nastal, pa je bilo veliko trgovanja, to so neki pomembne križišča bila na trgu, ali pa se je dno ustvarilo, pa je bilo veliko prometa, to so tudi stvari. Zato pravijo, da trend je sosledje rastočih vrhov tečajev in rastočih v bistvu odbojev tečajev, na nek način. Torej, ne morete črte gor potegniti brez, da bi v bistvu naredili neko žagasto gibanje navzgor. To je ključ tehnične analize in pravilo je, da potem, ko trg enkrat prebije neke rekorde, se dostikrat vrne nazaj na stari rekord, kjer se pol začnejo tisti, ki so zamudili, vračati na trg. Ampak to so take psihološki triki, jaz temu rečem, ker smo govorili o psihologiji denarja. Veliko psihologije je v tehnični analizi, ampak je to taka kratkoročna, bi jaz rekel. Na dolgi rok je to pol malo bolj makroekonomsko statistična stvar rata. Na kratki rok je pa pač ta tehnična analiza ima veliko nekih faktorjev, pa kazalcev, pa podkazalcev, pa veliko matematike in noter lahko. Ampak v osnovi je pa včasih fajn, kar rečejo, the bear market, the 50 moving average crossed the 200, it went down, it was called the cross of death. Cross of death, ja. Pa golden cross je pa kontra, kaj je 50-dnevna prebila 200 tako navzgor in zdaj pa končno vemo, zdaj nam je pa Bog povedal, da lahko kupimo. To so super naslovi v medijih, to se izpostavlja in to se pol klika in bere. Jaz pol zmer dan gor, kakšen oldies, goldies, Black Sabbath, zasmejam. Skratka, dobro, zdaj bomo počasi, Andraž, zaključila, čeprav si se ti tako ful ulaufal, ampak ti si povedal, da bodo boljše priložnosti prišle v naslednjih 12 mesecih, ampak to je v bistvu na nek način market timing, na nek način. To je pričakovanje, da v bistvu smo trenutno odstopili preveč od nekega, bom tako rekel, fundamenta, da v bistvu so pričakovanja zelo na zgornjem koncu in da to ponavadi pomeni, da jih je težko upravičevati dolgo časa in bo mogli priti do nekega bolj zdravega ravnotežja. Jaz mislim, da to ravnotežje zdaj ni najbolj zdravo, zato se je pa tudi trg malo ustavil, samo je pa to spet odvisen malo od tega, kva bo ta FEMO faktor povedal. Če bo FEMO spet, kako so super dobički, pol bo sicer mene že kar malo skrbel, dokam bomo porinili ta trg. Pol bo višji šel z teh nivojev, ki niso tako nedolžni, bolj bo lahko mu prav Jeremy Grantom v letu ali dveh. Ne hecam se. Zdaj, ko govorimo o teh kraticah, zdaj, mislim, res vsaka čast finančni panogi za kreativo, res so zelo kreativni. Se imajo preveč sajta, nič ne delajo, se samo to zmišljujejo. To je odličen marketing, tako da samo da boste vedeli. Zdaj tudi obstaja Tina, mislim zdaj, to je že kar nekaj časa. There's no alternative. Se pravi, tudi Tina smo tudi imeli. Kakšni so alternative, recimo za nekoga, ki mogoče si zdaj ne upa prav preveč tvegati. Mislim, da sem jih danes objavila članka, danes ali včeraj, se sploh vem več, ne vem več, ki ti ponujajo nekateri te neobanke 3% za nove stranke, 2% za stare za obstoječe stranke. Recimo za pač vsaj toliko, da pokriješ inflacijo, Kako gledaš recimo na to alternativo, da recimo, veš, kaj ti tudi dostikrat rečeš, fajn, da imate nekaj denarja na lagerju za pač nakupe, ko se pač zgodijo taki popravki, da izkoristiš, ampak ta denar je vsem fajn, da se malo plemenita, pa da je vseeno na dosegu roka. Res je. Ja, se mi zdi, da je to zelo primeren način, kako lahko nekaj dobimo, pa tudi ne bomo imeli preveč davčnih dogodkov, pa nekaj prijavljati mogoče za nekaj 6 mesecev, da imaš neki denar z nekimi obrestmi, je res malo smotan kupovati neke papirje, da boš pol še v kapitalske napovedi noter dojel to, a ne kot da bo obveznico kupil ali pa ne vem, nek denarni sklad ali pa kaj takega. Tako da fino je, da imamo zdaj možnosti, da zlasti pri tistih bankah, ki so znotraj jamstvene sheme EU-ja do $100,000, bodite previdni, kaj je banka, kaj je broker.
A ne, to sta dve različne stvari, pa oboji lahko obresti ponujajo. Ampak kot prebivalstvo, če v bistvu je to, ne vem, če govorimo o bankah z bančno licenco, ne vem, Revolut, Trade Republic, kaj bank ima tudi bančno licenco, recimo BUNQ, v bistvu to tam je pač jamstvena shema velja in pač, a ne, lahko tam oplemenitimo naše prihranke. Ali pa Zadnjič sem dobila, taktično dobivamo neki na tekoč denar, ne. zadnjič sem dobila en ful dober komentar, samo zdaj ne vem, če bom pravilno povzela. En mi je pisal, da Bunk, ne, ponuja možnost, da odpreš v bistvu varčevalni račun, na, davčno številko otroka. In se pravi, da v bistvu tam v bistvu lahko otrok tudi plemeniti svoj denar. Čeprav na Revolutu ima tudi v bistvu ima otrok na svojo ima na svojo davčno številko, zdaj se pa ne spomnim. Vem, da lahko plemeniti denar, tudi. Skratka, okej, na naši spletni strani, podstrani Nula ni dovolj, si lahko pogledate posodobljene, pač obresti, tudi si izračunate, a ne, koliko obresti bi lahko, dobili, če prestavite denar, se pravi, to ne govorimo o depozitu, se pravi vezavi denarja, ampak o denarju, ki ni vezan in nam je stalno dostopen. To so obresti NL na tekoča sredstva, na ki so tekoča ves čas sredstva. likvidna. Na NLB-ju so mi tudi sporočili, oziroma to me je v bistvu poslal en naš poslušalec, me je obvestil in potem sem dobila pojasnilo tudi NLB-ja. Oni imajo najkrajšo možno vezavo 7 dni, obrestna mera je pa 0,519, se mi zdi. Na podstrani Nula ni dovolj, na naši spletni strani. Andraž, mogoče še to, zdaj marsikdo investira par 100 evrov, 100, 200, 500 evrov v ETF-e in marsikdo se na tej točki sprašuje, ko vidi te korekcije, a naj zdaj še malo počakam, a naj vse skupaj ignoriram in vseeno jutri recimo investiram 200 evrov v neki ETF. Jaz bom tako rekel, lahko bi tudi malo taktično se tu obnašal, ne. Saj tudi če na dolgi rok investiraš, ne piše, da ne moreš malo kolobariti za tem DCA-jem, ne vem, ne vsak mesec. Lahko bi rekel, v redu, zdaj se mi pa zdi malo drago, bom po ene pol leta nabiral denar, imam že neki ETF, če upadel, bom pa pol malo več kupil, recimo, a ne. To se da narediti, pač daš na neki, ne vem, račun, ki ti 3% obresti nos, 6 mesecev kopičeš, počakaš, da padejo tečaji, pa kupaš. Samo ne bi pa to 3 leta čakal, a ne, recimo, nekaj takega v tem smislu, a ne. Smo pa dostikrat govorili o tistih, ki imajo večje zneske denarja in hočejo vstopati na trg, tam je pa težava, ko recimo 15 let raste trg in res na vrhu bi celo glavnico, ne vem, 100.000 evrov plus, kakšni bi kar ves denar ga imajo vrgli not, ki so zamudili vlak, pa hočejo nadoknaditi. To pa je problematično, zaradi tega, ker to pa jaz bi rekel, da je pa treba razporediti na, nekih 12 do 18 mesecev, torej, ali pa 12 do 24 mesecev, leto do 2. Glih zdaj sem spet našel en research, ki je točno to so ugotavljali, ker so gledali, koliko dolga so ta obdobja, pa koliko hitro padejo tečaji, pa koliko časa traja ta padec na ta anatomija borznega zloma. In se je spet isto izkazalo. Saj ni bilo, kaj pa če se drugega, če iste številke vsi gledajo, a ne, ampak, dejansko, a ne, to te malo obvaruje pred tem, če je ravno za vogalom tisti, kako bi temu rekel, neki, medved, ne. Ja, glih zdaj sem googlala, ker se nisem mogla spomniti pregovorov v celoti, vedela sem, da je, september, sell in May and go away, but remember to come back in September. Kaj pričakuješ za jesen? Zdaj je pač poletje, marsikdo sploh niti ne spremlja mogoče toliko aktivno, borze, dogajanje na borzi, mogoče zdaj malo bolj zaradi tega, ker se dogaja ta manjša korekcija. Ampak ja, mogoče pol, ko septembra pridemo nazaj z nekim novim zagonom, kaj pričakuješ jesen? To je tudi mogoče malo vezano na naš dogodek, iskreno, ko je glih oktobra in sem se pogovarjala, da je zelo je tudi vse skupaj odvisno od dogajanja na borznem parketu. Videli smo recimo aprila je bilo eno tako malce zatišje, ker takrat je bil pač Iran v ospredju in se zdi se, da ljudje tudi mogoče so občutljivi na kakšne take zgodbe, a ne, tako da, ampak Absolutno. Saj vemo, da so to je jesenski meseci zgodovinsko gledano bolj pri ta slabših, a ne, tudi tako.
Če gledamo mesečne donose, to smo tudi že enkrat članke delali. Tako da sezonalnost ni najbolj naklonjena temu jeseni, kar pa ne pomeni, da bo kar vsako leto to držalo. Se veste, to je tako pač imaš 200 let, pa en reče, tlele ne zgleda najboljš, pa točno v oktober najbolj happy. Tako da jaz pravim, da kar se bo po mojem mnenju dogajalo, je to, da več bo akcije, zaradi tega, ker bo več dokazov, kam se giblje inflacija in bojo centralne banke bolj aktivne postale v drugi polovici leta. To je po mojem mnenju, zdaj bojo malo pauzirali, folk bo šel na dopust in v bistvu, kar se bo še dogajalo, je to, da visita nad trgom tudi IPO-ja od Antropika pa OpenAI-ja, pa še nekateri drugi. Vprašanje je, ali se bo ta okno IPO-jevsko lahko nadaljevalo ali pa ne to. In recimo, če bi se inflacijski pritiski izkazali, da so bolj stiki in bolj trajni, bo malo težko v bistvu klele iti s trgom na neke više nivoje. Ne? Če bi se pa izkazali, da to pač ni tako, pa bi recimo mogoče celo proti drugi polovici se stabilizirala ta politika, pa nakazovalo se znižanje obrestnih mer, potem pa jaz mislim, da je pač to nekaj popolnoma drugačnega v kartah, kar se dogaja. Tako da jaz mislim, da je treba videti. Je pa res, da je to malo, tako rekel, stvar je kar malo triki ali pa zakleta. Ne? Po eni strani se pričakuje višja inflacija tudi zaradi tega, ne samo zaradi konflikta delno, ki je bil, ampak tega se vidi kot nekaj, kar naj bi se normaliziralo eventualno, ampak predvsem zaradi tega zavišanja cen raznih spominskih medijev in vsega, kar je povezan z nabavo in vgradnjo v elektroniko, po domač povedan, in tudi vse povezane storitve, ki temu sledijo. Težava, ki tukaj nastaja, je, da tukaj lahko malo AI samega sebe zabremza. Tako da v bistvu bomo videli. Torej, ta scenarij više inflacije lahko tudi pomeni ohlajanje overall tega AI, mislim ohlajanje. Zmanjševanje momentuma, torej, da se rast upočasnjuje. Najprej se bo to začelo dogajati. Tako da na to sem jaz zelo pozoren, lahko pa, da se to nam zgodil. Jaz ne pravim, da bo poplava spominskih medijev pa cene šla dol, ne me narobe razumeti. Jaz pravim, da verjetno ta primanjkljaj bo vsaj še toliko časa, kot ti neki strokovnjaki pravijo, leto ali dve. In ravno zaradi tega je to, temu so rekli slow inflation burn factor, so temu rekli. Torej, ta vrvica se počasi cini, ni tako, da je petarda, ki bo počela. Torej, lahko vpliva na ugrajevanje cen na dolgi rok. Pa še ena stvar, recimo, ki jo jaz opažam, je to, da veliko vprašanje je produktivnosti upeljave AI-ja v podjetja. Podjetja imajo velike težave dokazati v bistvu pod črto, da je upeljava umetne inteligence povzročila zvišanje dodane vrednosti. Ker v osnovi najprej poveča strošek. Najbolj banalen primer je, imate 1000 ljudi, pa vsakmu date en OpenAI bot, enega Clauda, pa ne vem, Gemini imajo pa itak že noter, recimo, ali pa ne vem, ChatGPT znotraj Copilota. Andraž, saj še to bi za konec, ker pač se mi zdi, da je bila taka dosti direktna napoved, oktober, naj bi pač to Javdić povedal v našem podcastu, naj bi Bitcoin dosegal dno, to on gleda pač 4-letne cikle. Oktober je en tak poseben mesec za kripto, imeli smo pač ta korekcijo, konkretno korekcijo lani oktobra, se pravi 25, ko je dobesedno bilo ne vem koliko milijard zbrisanih s trga, takrat je mislim, da bil Bitcoin 125 ali koliko $1000. Tako da pa imamo ta Uptober, ki je tudi zelo zanimivo. Kako recimo ti gledaš mogoče samo na kratko, ker bom delala še, kot rečeno, v torek kripto epizodo. Jaz mislim, da Bitcoin je pa zelo povezan s tem, kar sem rekel, torej inflacijo s centralnimi bankami, a bojo realne obrestne mere ali ne bodo realne obrestne mere. Pa torej, teza je, da če bo AI norel naprej, bo to povzročalo inflacijo in bo treba dvigovati obrestne mere, in to ni nujno dobro za Bitcoin, zaradi tega, ker na eni strani je druga tehnologija, ki je bolj seksi in gre denar ven, na drugi strani se pa še obrestne mere dvigujejo, in tudi zlato ne bo blazno seksi, ker pa pol Bitcoin še malo z zlatom primerjajo. In to je malo kontraintuitivno, kjer je visoka inflacija, ampak
centralne banke, ali pa je tveganje inflacije in v anticipaciji tega centralne banke vnaprej dvigujejo obrestne mere. Tako da, če bo to, ni nemogoče, da se to zgodi, kar je v bistvu Denis rekel, oziroma se bojo cikli ali kva že lune in mene in ne vem, ti cikli se bojo, vsi ti cikli se bojo poravnali. Kaj se bo dogajalo z luno takrat? Bo res pač kaj takega se lahko zgodilo, ker pač Bitcoin je bil malo švahno, iskreno povedano, v zadnjem obdobju. Zdaj je kar švah, kar da skozi se drži tam, ne premakne se. Pa pri teh nivojih bi že lahko tudi spet se zgodilo to, da je neki margin calli, ki bo nekdo, ki je bil preveč optimističen, se nekako zložil. MicroStrategy sem gledala. Res je delnica upadla, tudi mislim, da sem gledala, ko je Saylor bil na, ne vem, kje je na CNBC-ju, na Bloombergu je bil, ne vem točno, ko je razlagal, ja, bomo pa posojilo od banke dobila, če se skrešira na $8,000 bitcoine, ni problem, bomo posojilo dobili. Pa ga je pa novinarka vprašala, ja, pa mislite, da boste na banki dobili posojilo? Tako da ja, zelo optimističen bomo, ker ne bo šel Bitcoin na nič, na njegova teza. Tudi na 8,000 ne bo šel. Skratka, zelo zanimivo dogajanje. Andraž, mislim, da je to. Bo počasi zaključila. Se strinjaš? No pa dejva, no. Dejva, ker zdaj že 1 uro pa pol. A imaš še kakšno zaključno misel, krajšo verzijo, prosim, da daljšo prešparaj za, ne vem, Hausla, oktober 19, ki ga boš tudi tam. Jaz mislim, da se nekako neka tema, ki smo jo imeli takrat že na zadnjih Moneyhow dogodkih, pa ne samo Biki in Medvedi, ampak še prej, ko smo malo Magnificent Seven testirali. Ampak izkazalo se je, da 2 leti nazaj so bili neki očitni, ko bi rekel, oni, na katere se je splačalo staviti. Od takrat naprej, recimo, če je Alphabet izpostavljen, ki smo ga dosta omenjali, to je šla delnica od tiste debate gor krat 4. To, da se tukaj vzame dobičke in da je evidentno nekaj neverjetnega se moglo vmes zgoditi, pa tudi malo hajpa okrog tega je več kot očitno. Zato smo imeli na Bikih in Medvedih tudi debato, da saj Medvedi smo zagovarjali, da je fino imeti malo denarja, v bistvu tudi v vhodu v leto 2026, malo spominjam nazaj, kaj smo govorili, zato da moje mnenje lahko malo artikuliram in dejansko to se je zgodilo, potem smo dobili nakupno priložnost, smo lahko malo dokupili, potem se je dal lepo zatredati in zale ven vršt in v bistvu zdaj si lahko v kešu in čakaš, mislim v kešu. Imaš lahko spet neki denarja na strani, ne pravim biti v cash, ampak taktično gledano imeti 10-20% recimo v denarju zdaj me čist nič ne boli, ker tudi če vzraste, bo pač ne bom zunaj, če bo pa padel, bom pa mogoče celo padel za 30%, pa ta denar kar lepo lahko izkoristimo, da dokupimo. Tako da se je izkazalo, da okolje je, da smo lahko malo previdni in taktični in to nas je kar to se je dal lepo odigrati letos. Dal se je, se strinjam. Zdaj bomo pa videli, za naprej je pa malo, jaz bi pričakoval, da od tukaj je podobna pozicija, zdaj smo spet malo dobička pobrali, lahko imamo nekaj denarja na strani, lahko ga celo obrestujemo, torej smo še celo plačani, zato da na te, ne vem, rečemo 2-3% na ta denar, pa 2, da nam pretiraval, da bi nam kdo preveč držal, 2,5. Tako da v bistvu in čakamo, kaj bo zdaj naredila centralna banka. Če bo dvignila, bomo še več plačali na denar in zdaj, če bojo tečaji, recimo dobički že zdaj v tem kvartalu v bistvu malo razočarali, pa smo že na pol poti zmage, iskreno povedano, ker pol bo treba čakati vse do jeseni na nove profite in to bo pa glih oktober. Ja, ampak ne glede na to, zdaj ta oktober se mi zdi, da se napoveduje, kot da bo nekaj katastrofičen. Meni se zdi, ne glede na to, to je evergreen znanje, evergreen vsebina psihologije denarja, kako obvladati svoje čustva. In pač ne govorimo o investiranju, govorimo o našem vedenju. In zdaj, ko glih govorimo o tem, zdi se mi ena zadeva tudi zelo zanimiva za vse tiste starše. Recimo, dostikrat dobim kakšen komentar, ne vem, jaz sem zdaj recimo, nekaj denarja pač daš otroku zato, da, ne vem, ga mi smo ga dali recimo zato, da poinvestira ta denar, ne da ga zapravi.
In so bili tako zelo negativni komentarji, ki sem jih jaz prejela, v smislu, kaj s tabo, zakaj si dala denar otrokom. Ampak otrokom je treba dati, da se naučijo z upravljanjem, po kapljicah, ne takoj, da mu daš, ne vem, 100 jurjev, ampak lepo, počasi, sistematično. Tvoj pogled vem, da je malce drugačen, ampak meni se zdi pa, da vseeno ti rabiš bicikel, zato da se naučiš kolo voziti. Pa ni mus, da je to bicikel za, ne vem, 5 jurjev, lahko je bicikel za 15 evrov. Govorim samo, to je v prenesenem kontekstu. Če želiš otroke, itak postavljaš temelje, itak jih učiš nekatere osnove, to je psihologija. To je psihologija, zato da se mu ne zmeša, tako kot tam Američanom pri 21, ki postane polnoletni, pa grejo vsi pit ga. A veš? V osnovi samo ena stvar. Ustavili smo se pri debati, preden začela, kako otroke učimo, da bo padlo, oktobra lahko pade. Samo da nekaj povem, ker je ful pomembno. Ne bo padel in bo konc. Glih to je point. Ne. Padel bo in če bomo kvalitetne stvari lahko kupili, bojo zrasle in bojo šle nekoč proti novemu vrhu. Tudi to je bil point Denisa, da nekaj kupaš, kar boš večno lahko držal. Pa bom dal primer. Jaz sem kupoval Google takrat leta 2002 po $100. Zrastel mi je na 200, sem ga vrgel neki ven. Mu sem nekaj keša, sem ga nekaj kupil pri 150 in potem je zrastel zdaj na 400. Recimo. Zdaj, o tem govorim. Dvakrat smo govorili o tem, konc bo, trg je dol, aj zakupiti, kaj bo, kriza bo, ampak povsod so bili nihaji 30-40%. Ampak bistvo je to, da Alphabet je zdravo podjetje in na dolgi rok vsem je to prevlada, zmagajo optimisti na dolgi rok. To moramo razumeti. Zaradi tega je tako pomembno ta psihološki trik, kupuješ, ko je distres, ko je panika na trgu in miren si lahko takrat, ko raste, ko je pa malo euforija, pa razmislila, to malo vsem malo pobriješ, ne vem, kako bi temu rekel, malo pobereš in ne pali jabolk dol. In po moje pri otrocih je tudi to, da se naučijo, kaj so te lastnosti, da jih takrat, da ne prodajo ob napačnem času in kupujejo ob napačnem času. Ampak najprej mora imeti tudi sredstva. Absolutno. Govorim tako, ker res je bilo ogromno negativnih komentarjev na spletu, tako v real lifeu, ko se pogovarjam z ljudmi. Jaz absolutno sem fan tega, da se čim prej otrokom, če bi bile možnosti, da omogoči, da se navadijo, kako je investirati, kako ta mehanika zgleda, kako to deluje. Srečaj sam to pravim, da danes to lahko z izjemno nizkimi zneski delamo. Varčevalni načrti na ETF-i so ničelni stroški, nič. 10 evrov nalagaš na mesec. Tako da ni to več, jaz sem sam vesel, da to ni več rezerviran za tiste, se bom tako izrazil, ki imajo 100 jurjev in jih lahko, seveda komu pa če ne otroku podarijo, kaj je star, pa čisto vsem koliko let. Ne moreš mu dati 100 jurjev, pa 50 jurjev. Pravim, da to je povsem njihov, bom tako rekel, psihološko. Ni več omejeno dostop do kapitalskega trga samo tistim, ki imajo denar. To je bil moj point. Zdaj pa tudi še ena zadeva, INR računi, ko govorimo o otrocih. Številni starši v bistvu odpirajo račune za svoje otroke in otroci v bistvu investirajo tudi prek INR računov, INR primerjalnik, INR iskalnik na money-hub.si. Če rabite dodatne informacije, na voljo je tudi kar veliko ETF-ov, zdaj končno so tudi ETF-i vezani na S&P 500, na voljo potem, ko je dal žegen ATVP in so NLB in tudi druge banke seveda omogočile investiranje v tudi te ETF-e. Globalnih pa tukaj ni. Ne moreš kupiti all countries ali all worlds ali MSCI world, tega ni, zaradi tega, ker je neka omejitev, ki so si jo v bistvu, kdo se je to zmislil, panoga skupaj z Ministrstvom za finance. Tako da tukaj so omejitve in če je odstotek ali ne vem koliko procentov izpostavljenosti v Indiji, Kitajski, ne, to ne bo šlo čez. So pa rekli, da se to lahko v prihodnje spremeni, je pa vprašanje seveda kdaj. Tako da, to mogoče, sam še to, ne vem, zakaj sem hotela to povedati, ker sem imela tako burno debato. Zato, ker je pomembno, ker je cel svet navajen varčevati, mislim, se lahko povemo, Jesus Christ, v 2 ETF-ih na 2 indeksa, res, ki so v Ameriki in v Evropi in vsi vemo, kateri so, in potem prideš na INR in glih teh 2
klinčevih A ETF-ov govor, ne moreš kupiti. govoriš S&P, a govoriš MSCI World pa FTSE MSCI World, govorim o svetovnih o svetovnih, ETF-ih, ne, kjer z tega enim ni. klikom. Ne, Tega torej ni. dva imamo, res. Ne. Ja. En je vezan na indeks MSCI World, en je pa na FTSE World All Countries. A ne. In različni Res je. ponudniki jih imajo, in to je pač cel svet kupaš, in povsod se to da kupiti, in v EU, in v to, sploh ne vem, kako komplicirajo. Rekli bi izdajatelj, to je UCITS ETF, narejen je za EU državljane, globalen trg je, adijo, Ne to bova gre not. spremenila. Mislim, bomo spremenili, Ja, bomo to je spremenili. treba spremeniti, To kar sem naj jaz že, spremenijo. to sem jaz že kar začela težiti, Gospod ampak Šircelj, spremenite to. to pride Šircelj, bo prišel Šircelj, pride tudi na Manihau, tako da ga bomo Ker dajmo, ker gremo Ga bo. protestirati. Kaj živi? We want MSCI World, mi želimo svet, we want the world, bomo pela, veš, ne. Mislim, da lahko sam ti to poješ, ker pač ne vem. Nimamo posluha. Skratka, nič, Andraž, zdaj bluziva. Najlepša saj. hvala za izčrpne odgovore. Mislim, da si zelo veliko zanimivih stvari povedal in marsikomu tudi mogoče olajšal to burno oziroma kako preživeti to burno obdobje na borznem parketu. Tako da hvala ti. Hvala za povabilo, hvala, ker ste me poslušali, upam, da sem koga malo zabaval. Ne jemljete preveč resno tudi stvari, prihaja tudi obdobje, ko se je treba malo spočiti, malo razmisliti o strategiji za naprej, tako da mogoče je zdaj čas za to in pač to je to. No, Andraž, včasih na začetku si se malo bolj hecal, tako da lahko Kaj sem se pelješ bolj nazaj. hecal? A bolj kot danes? Ja, tiste ta prve epizode, tam je bilo več humornih vložkov, tako da daj si duška. Kdaj Več humornih vložkov. Ja, tako da daj si drugič malo razmisli, kako boš bolj fani. Skratka, nič, to je to. Najlepša hvala vsem, ki ste vztrajali z nami do konca. Če boste imeli kakršnakoli vprašanja, pošljite na marjaf@money-how.si. Spremljajte nas tudi preko poletja, Psihologija denarja, epizod imam ful posnetih, samo še pritisniti moram na publish, tako da prihaja res ena zelo zanimiva serija epizod, o različnih tematikah smo govorili, ne bom vsega razkrila, ker so res ful dobre vsebine, nori sogovorniki, super sogovorniki, ne nori, super sogovorniki. Iz klinike Marije, iz Marijine klinike. Skratka, najlepša hvala, tako da uživajte, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.